No, zdaj sva že v bistvu začela, a ne? Pa še Pa. nisva začela. Dobrodošel. Hvala v Domlux, za v povabilo. Gradbenem dnevniku. Hvala ti, ker si se odzval na povabilo. Bom danes spet probal te predstaviti, kako te jaz vidim. Daj. Pa me zanima, kako bom blizu. Sebastijan. Človek resnega pogleda, z zelo mehkim srcem, z izjemno življenjsko zgodbo, polno vzponov in padcev. Eden izmed redkih ljudi, ki je zmešal toliko različnih branž v svoji poklicni karieri, na koncu pa pristal na nepremičninah. Pri tebi najbolj v bistvu cenim to, ker se pač vseeno poznava, a ne? Odkritost, želja po napredku, pa poskušati razumevati življenje malo širše, kar pa samo to, kar je vsak dan. Evo. Absolutno. Dobro si Tako, zadev. recimo. Dobro si zadev. Jaz sploh ne bi nič dodal. Ja, Dobro ne, si tako, zadev, ja. tako se nam mora iti. No, kdo bi pa Sebastijan rekel, da je? Če se kar navezujem na tisto, kar si že rekel, tako kot sem tudi že sam rekel, bolj mal, ne, veliko nekega iskanja skozi življenje, zato tudi različne branže dela. Veliko nekih, bom rekel, pozitivnih izkušenj, za kar sem hvaležen, tudi slabih, ker pač brez slabih tudi ne gre. Ne. Take stvari te sam krepijo. Ponosen oče 2 sinov. No. Ja, to sem pa To spustil. tudi, ja. Zelo pridnih. Drugač pa, ja, resnega pogleda, mehkega srca, to si že sam omenil, ne, ampak stvar je pa taka, ne, pristop k delu in tako naprej. Imam pa vedno resen, za mnoge preresen ali pa preveč strog, ne, na nek način. Dostikrat sem slišal, da je majčkeno bolj na izi, ni treba toliko spet strogo. Ne. Ampak drugače ne znam. Ne. Dostikrat sem slišal, da te to nič ne obremenjuje. Ne, če si, a veš, mene ne. Jaz imam doma vse pospravljeno, jaz imam popredalčkan, moram imeti. Drugače se ne počutim, ni to, da se ne počutim varnega, ampak meni je kul, če je stvar pod kontrolo, da je vse veš, kje je. Zakaj pospravljamo? Zato, da naslednjič, ko uporabljaš, veš, kje je. Ne? Ker če bi vsak odvrgel neko stvar, tako, malo sem perfekcionista tudi v tem pospravljanju po temu. Ne? Se pa vidi, povsod se odraža ista ta kvaliteta, ne? In isto pri delu. Odkje pa ti prihaja to? Že sem razmišljal večkrat. Ne? Starši, okolje. Mogoče nikoli v mladosti ni bilo dovolj dobro tisto, kar sem naredil. Zdaj, ali mi je to bilo dano doma, ali je bilo to dano, ne vem, ampak mislim, da je tam nekje mora izvirati. Ne? Se pravi, ni dovolj dobro, ni čisto, kot bi lahko bilo, in potem se ti to nekje vtisne. Ne? In se pravi, karkoli narediš, bi bilo najbrž lahko še boljše, ne? In greš delati še boljše. Ne? Jaz dostikrat kakšno stvar, ki sem jo delal, ne vem, se ne bom dotaknil točno določene stvari, sem jo delal lahko od čistega začetka ponovno. Čeprav so mi rekli, to je čist super, ne? Daj pusti, kaj delaš. Še enkrat. Až bom za foro povedal, ne? Ko delam potico. Ne? Jaz naredim skoraj vsakič za božič 2 ali pa 3, ker s prvo nisem zadovoljen. Kam pa daš bolj to ta prvo? Ja, veš, jaz sem veliko stanovalcev, veliko odjemalcev, ki so se že navadili na take stvari in drugačne, ne, in to meni ni problem. Rad to ustvarjam. Ne. Ročna spretnost mi je bila dana, mogoče v zibko, jaz ne vem. Imam to sigurno po mami in mi ni problem. Jaz delam tudi kakšne stvari, ki bi mislil, da mi jih ne bi prisodil, ne, kakšne makete, kaj tacka. To jaz to z veseljem delam. Zahteva umirjenost, čas, potrpežljivost, pa da ni to vse v 1 uri. Ne? Se pravi, da traja 2-3 mesece, mi ni problem. Zasedam, delam in to. Sproščen na nek način. Ne? Ti bil pa Sebastijan bolj kot otrok, ampak kakšne imaš? Veliko bolj, bom rekel, introvertiran kot pa zdaj. Zdaj nisem tak, ne? Zdaj sem čist druga oseba. Ne? Sem bil bolj tak, bolj samosvoj. No? Bolj, ne da bi se prav želel, ne vem kako družiti. Meni je bilo ful dobro, že če sem bil sam. Nisem rabo družbe nekaj veliko. Super sem se počutil. Ne? In če si sam, veliko stvari potem delaš tudi sam, ne? In imaš ogromno časa, da spoznavaš stvari in
tam najbrž tudi moja kreativnost, sposobnost teh stvari, ne, ki jih delam. Najbrž tudi iz tega izvira, veš, ker si na nek način, no, ni bilo ogromno časa za izumljanje, ogromno časa za odkrivanje raznih reči. Ja, v tišini se skriva veliko odgovorov. Vse. Mhm. Ja, tega mogoče premalo ljudi daje poudarek na to tišino. Sploh danes v tem svetu, ki je polna enega šuma. Ja, Tega je res veliko. težko najdeš koncentracijo, težko se dejansko res skoncentriraš. Toliko je nekih motilnih dejavnikov, toliko je nekih. Kakšne so bile pa tvoje otroške sanje? Ne vem, kaj si želiš biti, doseči? A veš, da nisem nikdar kot otrok razmišljal, kaj bi bil. Nisem imel neke želje. Saj ne spomnim se, da bi imel nekaj izrazito, ne vem, da bi bil, ne vem, pilot ali pa da bi bil ne vem kaj. Ne? Ni bilo tega. Ni bilo. Kaj je bilo pa pol izbira srednje šole? Srednja šola je bila predlog, ali pa bom rekel, najboljše mnenje večine, da je najboljš gimnazija. Ne? Ker z gimnazije so ti potem odprte pač smeri. Ne? Če greš v neko srednjo šolo, si zelo, bom rekel, na nek način že usmerjen. Ne? Se da, če je podobna branža ali pa karkoli, ne se da tudi priti potem na fakulteto razno. Ampak gimnazija ti da ogromno širine in jaz sem ful zadovoljen, da sem se za to odločil. Ne. Ta splošna izobrazba, ki jo mogoče nekje drugje na drugi srednji šoli nisi dobil, tukaj dobiš ogromno. Pa nisem blestev, da se zastopva, ampak določene stvari so se mi vtisnile v spomin in znanje, ki ga mogoče kdo drug nima, je meni jasen. Tista splošna razgledanost. Veš. Ja, da, eno širino. Sicer jo ne vidiš na začetku. Z leti, veš, z leti. Ja, kilometrina. Ja. Dočim tudi, mislim, poklicne šole, da imajo svojo širino, sam na drugačen način. Ja. Na drugačen način. Slaba stran, rečemo, gimnazije je, da nisi nikamor pravzaprav usmerjen. Ne? Veš? Ja. Si pač gimnazijski maturant, če končaš, ne? In si kaj si. Ja, veliko veš, ne? Ampak hkrati pa nič ne moreš tako delati. Nisi mizar ali pa nisi, ne vem, ne moreš nekaj delati. Ne? Samo pač bi se mogel priučiti. Priučiti se moraš, ja. Ja, tako da to je bila, a veš, to je potem neka malka, da ne prisila, da greš potem naprej na faks. Ne? Znaš, če hočeš nekaj pa ni, ne. Ni nujno, ne? Ampak poznam zelo malo primerov, ki niso šli. Ne? Velikih je šlo, no, velikih tudi faksa ni zaključeno. Tudi to. Ne? Ampak lej, jaz sem šel na strojno fakulteto spet po nekem sistemu, ampak lej, jaz sem imel priliko doma živeti, odraščati v delavnici. Ne? Od očeta, ja. Kaj pa delovače? Jaz sem poznal, to so bile finomehanike, ne vem, različne stvari. Ne? In jaz sem imel dostop do vseh vrst izvijačev, do vseh vrst vijakov. Jaz sem vedel, kaj je metričen navoj, še preden kakšen kolega v šoli niti ne vedel, kaj je to izvijač. Ne? Ali pa ni znal uporabljati, ne vem, orodja. Jaz sem to vse imel. Veš? In s tem gor rasteš in... Šraufenciger, ne? Šraufenciger, ne. Jaz sem poznal, ne vem, klešče, že vsa imena vseh posebnih kleč, od tistih špic cang do ne vem česa vsega. Jaz sem to že vse vedel, ne. Za moje kolege so bile klešče. Ja, ne glede na to, kakšne so. Ni važno, klešče, ne. Jaz sem vse te stvari poznal, ne. Jaz sem s tem gor rastel. Meni je bilo ta tehnični del, ne, sem ga spoznal šele, ko sem prišel na faks. Meni je bilo na faksu vse jasen. Veš, so prišli na fakulteto drugi, ne, z kakšnih tako šol, ne, z gimnazij pa to, ampak njim ni bilo toliko jasen. Meni je bilo vse kristalno jasno. Jaz sem se kar smejal. To je meni na kožo pisan faks. Ne, tudi od tehničnega risanja, ki se spomnim že iz osnovne šole, sem ful rad risal. Jaz sem prišel, ja, se spomnim primera, profesor mi je rekel, da ne verjame, da sem nekaj narisal prostoročno tehnično skico in sem mogel pred njemu še enkrat narediti. In rekel, ok, vidim, ja. Ker so bile toliko ravne linije, toliko je bilo vse naštudirano, veš, nobene napake nikjer, je rekel, ne verjamem. To si risal z ravnilom. In sem mogel pred njemu še enkrat. Ti predstavljaš, ne? Koliko je pa oče vplival na... To je imel podjetje doma, verjeten. Ja. A to veliko podjetje? Ali? Ne. Lej, vplival je s tem, da mi je dal dostop do vsega tega, ne? A veš, spoznal sem pač elemente, no? Bom rekel, tega strojništva na nek način. Ne? Nisi se pa nikoli videl, da bi prevzel to od njega ali pa z njim bil? Ne. Kako pa to? Ne vem, mogoče se tudi kasneje niso več toliko zastopljeno. Ne bi v tem toliko. Ja, življenje piše zgodbe. Strojen faks. Ja. To oddelo?
To sem oddelal in sem šel tako daleč, jaz sem dejansko že umenil upisan doktorat, ne, jaz sem hotel to še naprej. Ne. Kaj je bilo magistrska? Ne, direktno iz Unija greš direktno lahko doktorat delati. Ne. Aha. Ni Kaj pa je bilo. bila zaključna naloga? Čakaj, moram. Elektroerozija, na temo elektroerozije. Elektroiluzija. Erozija. Erozija. Ja. No, ampak fora o tem sej, pol doktorat ni bil na to temo, je bilo nekaj popolnoma drugega, sicer z enim zelo dobrim profesorjem, tako starosta strojne fakultete, ampak je že prinesla situacija taka, da se to ni tako dobro razvil in da sem jaz ta doktorat zamrznil in sem ga pač opustil. Ne. Bom rekel iz večjih razlogov. Tudi, naprimer, jaz sem imel takrat že to prvega sina. Videl sem, da s tisto plačo ne moram nič, ker sem že takrat bistveno višjo plačo, kjerkoli sem delal. Ne. Zdaj pa kaj šel na full manj, jaz imam pa kredite, imam otroka, ne vem kaj. In naslednjih, ne vem, toliko in toliko let ne bo nič. Na koncu pa še kaj bom pol kot z doktoratom, mi bo kaj pomagal. Ja, v tem, kar jaz delam, pa uživam, što je že zelo akademsko. Ne. Jaz pa nisem za tiste vode. Ne. Zakaj bi zato delal? Zato, da bom nekomu mogoče ugodil, ker mi je v željo, da bi jaz pa imel, sina imel, ne vem. Ja, doktorat je zanimiva stvar. Je za enim ful dobro pride, ful prav pride. Ne. Men bi bil morda celo kje uvira, ne. Veš, ko se pogovarjaš z doktorski naziv je pač nekaj je, ne. Ampak če nisi ti v tisti branži, pa če tega ne delaš, zakaj si to delal? Ja, pač si delal, ker si imel željo, čas, željo po znanju. Radovednost, ampak ti vseeno vzame nekaj časa v svojem življenju. Ne? Zagotovo. In ti lahko tudi to ovira že pri napredku, ki drugi. Ja, mogoče se ne bi izrazil glih kot ovira, ampak bolj kot druga izbira poti. Ja, ne se teh stranskih vejc imam jaz kar nekaj. Ne? Ni to. Pač. No, naredil šolo in kam je pa pol življenje ponesel? Potem pa že vmes, od programerja do pomočnika vodje proizvodne, do strokovnega sodelavca oziroma tehnična podpora čist pri ležajni tehniki, tesnilni tehniki zelo močnega podjetja. Potem naprej v gradbeništvo, se pravi, tam sem spoznal, pazi to, ne, sem bil v komerciali, ne. Ampak ta moja tehnična plat, jaz vsakič, ko sem se dobil, veš, kaj dela komercialist, dogovarja se za pogodbe, popise in tako naprej. Ja. Ampak moja ta tehnična narava, ne, se ni ustavila tam, ampak je hotela vedeti, zakaj, naprimer, troslojno okno, zakaj ta profil. Jaz sem imel, ne vem, v DVG formatu, ne vem, 300 profilov različnih presekov in jaz sem to vedel. A veš, pa si bil pain in the ass na teh sestankih? Ma niti ne, ampak ne, samo hotel sem pa vedeti tehnično ozadje vsega, kar sem se pogovarjal. In jaz sem skozi to dobo ogromno znanja, čeprav sem bil v komerciali, nisem bil na gradbišču, jaz sem ogromno in izvajalcev spoznal in sem tudi zaradi tega so videli, da nisem jaz tipičen komercialist. Jaz sem se tudi znal z njimi pogovarjati in vem, kakšen odnos sem imel tudi z izvajalci, z nekaterimi še danes dobre odnose. Ne? Jaz sem ta segment zelo dobro poznal. Potem sem šel pa pač naprej. Takrat je bila gospodarska kriza, gradbena stroka je bila čisto na dnu. Ja, je bil Jaz sem šel ravno pravi čas, mogoče ven. Kakšne pol leta, leto prej sem šel ven iz tega. Ampak ni bilo povsod tako slabo. Kaj si pa točno delal na sektorju gradbeništva? Vse to, kar sem rekel, ne. Se pravi, usklajevanje, ne vem, to bo si cel projekt, ne vem. Teba je en primer. Čakaj, da se spomnim, to je zdaj toliko časa nazaj. Ne vem, prenova neke bolnice. Ne? Potem imaš pa tam segmente, vsi tlaki, vsa okna, slikopleskarska dela, fasada, ne vem, streha, obnova strehe. In ti si dobil ves ta projekt, vse popise, zdaj pa najti vse možne izvajalce in najdi njihove ponudbe in bomo videli, kam smo prišli s ceno. Aha, in to je bil tvoj job. Ja, in jaz sem pa komunikacija mi laufa, pokažem, da mi je interes, pokažem, da vem tudi, kaj mi ponujajo. Ne? In je bilo tisto kar zanimivo. No? Je bilo tisto kar zanimivo. Koliko časa si pa delal to? Kaj, koliko sem bil? 2 leti? Ne veliko. Ampak zanimivo, to kratek čas, ne?
ampak znanja sem pa ful dobo. Ampak to je samo inicijativno, da se zastopva. Ne? Sam če interes. Interes ful velik, zato ker te to potegne, zanima me. Jaz sem bil v tej firmi da po cele dneve, ne? Sploh kasneje, ne? Sorry izrazu. Cele dneve. Ne? In tudi naprej, meni ni bilo tisto 8-urni delovnik, kar padeš noter, ko imaš izziv projekt 8, tudi do 10 zvečer, če je bilo treba. Pač ja, se dela, ali pa ne vem, pretiravam 10 do 8, brez problema, tako da sem imel že od doma malo nelagodja, kaj zdaj, zakaj ne moje prideš domov. vprašanje, kva pa odnosi? Ja, vse to je tisto, ne? Jaz sem se toliko delu noter prepustil, da je bil potem že problem. Ne? Ali vsi toliko časa tam so? Ja, ne. Sam, a veš, jaz si pa rečem, še neko pripadnost podjetju pokažeš, ne? In zdaj, če ti pokaže nazaj tudi potem kontra, ne? Zahvalo za to, ne? Potem je to win-win situacija. Ja, zagotovo. Ja. No, win-win klep se dal pogovarjati, ker če si na tako visokih obratih, ne, dan ima sam 24 ur, nažalost. Ja. Ne. Odnosi, zdravje, čas zase, tega pa ni, ne. Ja, res je. Bistveno manj. Lahko rečem, da takrat se je mogoče tudi začela zgodba s tem prekomernim delom, pa izgorelostjo, pa je sploh še nisi čutil. Jaz se nisem še čutil takrat. Ne. Veš, težava je to, ne, ker če ti zaključiš zelo pozno zvečer, 10, 11, se ti glava ne umiri. Ne. Imaš, ne vem, kakšne sestanke, ki se zavlečejo, ne, pa greš na večerjo, pa je to, pa prideš pozen dan, spiš noč ne, zjutraj moraš vstati ob 6, imaš majhne otroke, ki te zbujajo po noči. Mi nismo imeli sreče, mi smo se zbujali 8krat na noč. Ne. No, vsake pol urce je bil tako jok, pa je bilo spet. A veš, in vse to skupaj, ne, ti pa pusti potem na koncu nekaj se mora zgoditi. Ne. Veš, ker nimaš spanca, spanc je pa toliko pomemben, tu bolj kasneje izveš. Če nimaš dobrega spanca. Ne, nisem vedel, tudi nisem razmišljal. Jaz sem bolj kasneje začel to vse skupaj konkretno prebirati, študirati in analizirati, kaj se dogaja. Jaz sem skozi mojo izgorelost kasneje prišel sam, na začetku je nisem niti resno imel. Mogoče sem še celo napačno delal, mogoče z napačnimi osebami se družil, ker ne vem, ker sem še malo vlekel v nek, a veš, da se nisem mogel niti iz tega ven spraviti. Šele kasneje sem pogruntal, da je v bistvu edina rešitev najprej spanc. Da se ti najprej naspiš. Ker pri meni je tudi iz tega pomanjkanja spanca, bom rekel, več ali manj vse izviralo, ker če ti nisi naspan, nisi efektiven, koncentracija pade. Potem to začneš opažati čez nekaj časa, potem si slabe volje, ker nisi več tako efektiven. Ne veš, kje je razlog, ker ne veš, da je spanc težava. Ne? In se ti začnejo stvari podirati. Mogoče celo kakšen partner to pogrunta in ni fino. Aha, ni toliko efektive, kaj se pa zdaj dogaja. In pripelje do lahko tudi do slabih ciljev. Pa slabih odnosov na koncu. Ne? Ja, spanc je, da pa bom tako rekel, no. Veliko si dam dela s tem. Kdaj, koliko, zakaj. Zanj eden v komentar nekam napisal, da kva delam v življenju, da imam še cajt ta podcast delati. Veliko se ukvarjam s tem in če sem do česa prišel zase, je to, da spanca začne zjutraj, pa vstajanje se začne zvečer. Naprimer, ne vem, pa se to veliko ptičkov že čivka, ne? Kava po 12 uri, koliko časa rab kofein, da se razgradi, potem kako ti dneven bioritem funkcionira, da imaš vzpone, vsak ima sestavljen dan iz 2 pikov, med tem 2 pikoma je srednjeva en pač crash, pa zvečer pol imaš neko naravno uro, ki ti telo začne proizvajati melatonin, zato da ti telo ti dejansko hoče pomagati zaspati. Je pa dejstvo, da če se ti tega vsaj do določene mere ne meriš, ne opazuješ,
Ne moš kar vedeti, ker to ni tako, da ti je nalučka v glav po svetu, zdaj je pa melatonin tukaj pa je spata. In je fora, da če si ti greš preko te svoje ure, ki bi mogel iti spat po svojem naravnem ritmu, in ti sforsiraš, da greš čez to, pol ne moreš zaspati. In pol, če ti eno noč ne boš spal, noben problema. Če pa ti kontinuirano premalo spiš, je pa treba vedeti, da spanec v osnovi je zato pomemben, ker je regeneracija celic, telo to dejansko potrebuje, zato da normalno funkcionira. Eni pač pravijo, spanec, bom spal, ko bom umrl. Mislim, dejstvo je, da se zaradi pomanjkanja spanja lahko začnejo ali fizične težave. Saj si slišal za izraz kronična nenaspanost. Ja. To je tega, pa ne vem, vse naprave, mislim, velik del naprav zdaj omogočajo pa operacijski sistemi, da gre v rumeno svetlobo, da daš ti, ne vem, fokus, recimo na Applovih napravah, da gre v sleep, da ti zmanjša notification. In v bistvu ti moraš, preden greš spat, načeloma že 2 do 3 ure prej, moraš ti zavestno svoje aktivnosti začeti prilagajati temu, da se pripravljaš na spanje, zato da je kvalitetno spanje in življenje ne živiš danes na jutr. Res je, da ga živiš vsak dan posebej, ampak življenje je dolgo, pa obenem prekratko. In je to ta time management v skladu z počutjem. Ti bom tako rekel, se bom spet vrnil na ta spanc, zakaj ga bom zdaj toliko omenil, zato ker ni to samo pri meni bilo problem. Jaz danes opažam, ko se pogovarjam z drugimi kolegi, tako veliko jih ima težave s spancem. Veliko se jih zbuja ob 1, 2. Veliko se jih zbuja, ne vem, ob 3 in ne more več zaspati. In potem ni fora samo v tem, da prepozno zaključaš z delom ali pa da ne gledaš v zaslone, pa socialna omrežja nas potegnejo. Veš, koliko velik del tega je stres. Danes so pričakovanja bistveno više, kot so bila mogoče 30-50 let nazaj. Pričakovanja družbe, govorim. In sploh tudi morda zaradi socialnih omrežij. Ampak kam to pride? To pride do tega, da je konstantno nekaj ni v redu, ni dost, ni to, ali bomo ali ne bomo. Stroški se višajo, se veš, kako je v poslu, pa je, pa ni. Skozi je nek stres in ta stres ti ne pusti spati. Dobesedno. Jaz sem imel primere, ko sem se ponoči zbudil, pa sem razmišljal o eni težavi, ki sem jo imel, kako bo pa business-wise ali kakorkoli. Se zbudiš tako in si v trenutku, ko se zbudiš, si tako buden, kot da sploh spal ne bi. In ti glava spet cikla. In z tega je težko vam priti. Tako da ta stres je blazno prisoten in velik razlog za nespečnost. Vse gre pa, to je pot navzdol. Ja, to je samodestruktivno. Ja. To smo odgovorni sami, noben drug. In tudi sami lahko si pomagamo, ampak načeloma sam. Mnogi si ne znajo ali pa nimajo opcije. Da si predstavljaš nekoga, ki dela 8 ur na dan, nima neke pozicije, službo zgubi, vprašanje, kje jo bo dobil. Stroški so itak višji, kot je pa rečemo dohodek, skozi v nekih dolgovih. Je lahko za nekoga stres že, ko ima sin ali pa hčerka rojsten dan, kako mu boš darilo kupil? Ja, to so težke stvari. To so težke stvari, in to je stres. Za naju je nek drug stres, višji stres, ne vem, posel, pismo, plače bojo, ne vem, karkoli. Za enega je stres bistveno manjši, kot lahko za naju. Nismo si vsi enaki. Ja, nismo. Sam lahko si pa vsi pomagamo s podobnimi orodji. Pa lahko. Večina najboljših orodij je brezplačnih. Če si znaš pomagati, ja. Če ne poprašaš za pomoč. To je pa tudi težko. To je pa zelo težko in velikih ne. Okay, zdaj, ko smo že tako sem jaz rabo, da sem vprašal za pomoč. Če si tvoja zgorelost, kaj si delal, kako je recimo do nje prišlo in kaj je bilo pol? Jaz sem imel zgorelost, pač to, da mi je ta peta zdravnica po naključju. Z mano je bilo tako narobe, da so se mi kolena še bile, ko sem se usedel za računalnik in monitor bil meglen, roke šibke,
ko sem bil pri zdravniku, naredil ne vem koliko različnih testov, nič narobe. Zdrav Fizično si. zdrav kot dren. Kaj narobe? Se spomnim, da sem bil še na pregledu pljuč in kot zadnji pregled na Golniku in zdravnica reče, ja, še to počakamo, pogleda sliko, je rekla, neverjetno čisto, jaz sem takrat še kadil. Je rekla, neverjetno čisto, glede na to, da ste kadilci, ne? Vse v redu, nič ne kaže. Potem se je pa nazaj naslonila in rekla, koliko pa kaj delate? Sem rekel, skozi. 10 ur na dan, sigurno. A pa kaj spite? Sem rekel, ja, večino ne, saj imam tudi 10 zvečer sestanke, ker sem imel tako službo, da sem imel sestank z ljudmi v Šanghaju, sestank v New Yorku, in smo imeli Zoome, smo imeli te Skype sestanke in to je bilo ob 2 zjutraj lahko tudi. Ne? Pa to ni bilo tako hudo. Težava je bila v tem, da je bilo preveč informacij, preveč letanja, preveč zamikov. Jaz sem takrat ogromno preletel sveta. Jaz sem imel v letu 2016, takrat 2017 je bila izgorela, 2016 sem imel, mislim, da sem takrat seštel 176 letov v enem letu. Se pravi tudi po 3 na dan. To je vsak drug dan, če bi tako gledal. Ja. Jaz sem letel Hamburg, Stuttgart, Porto, na sestank zvečer, Porto, Stuttgart, Hamburg, naslednji dan zjutraj sem imel po Berlinu sestank z predstavniki Sonosa iz New Yorka. Pa z vlakom iz Hamburga v Berlin. Koliko je bilo pa teh letov mednarodnih? Tako, da šel izvan EU-ja. Da si imel še te časovne zamike. Obiski podjetja v Šanghaju, to je bilo noro. To je trajalo res dolgo. Ne? Pa v mestni časi, ko si čakal na letališčih, ne? Jaz takrat se spomnim iz Adrio, se pravi iz Brnika v München, iz Münchna v Dubaj, pa iz Dubaja v Šanghaj. Že iz Münchna v Dubaj je 6 ur, potem sem dol čakal lahko tudi po 4 ure, 6 ur. S tem, da postelj ni, ne? Se pravi, si konstantno v nekem prisilnem sedečem položaju, noro, ne? Potem pa še mislim, da je bilo 9 ur do Šanghaja. Jaz sem tja prišel tako, da sem najprej en dan rabo, da sem vse prišel. Da dejansko sem se naspal, da sem se vlegal, da ni drugače šlo. Ne? Veš? Ja, s tem, da ure. In so zastopali, ne? So zastopali, ker tisti, ki so bili tam, niso bili Kitajci, ampak so bili Avstralci in so tudi letali po celem svetu in so točno vedeli, koliko je ura. Ne? Ja, daj, en dan tako, naslednji dan večerja, pa sestank do 3 dan zjutraj. Čez intermezzo, kako bi pa opisal Šanghaj v 2 povedih? Jaz sem šel prvič, jaz sem mislil, da bom prišel v neko, se veš, kaj bedo, neko, ne vem kaj. To je azijski tiger. Ko sem jaz tja prišel, jaz sem rekel, ne, moja prva misel je, to je 40 let pred nami. To je bilo to 10 let nazaj, ne vem, še več. Ne morem verjeti, kako so napredni, mislim, kaj vse imajo, kar mi nimamo. Jaz sem jih imel, vse podeželje je drugačno, ampak te centri, 5 centrov, to so toliko pred nami, bili 10 let nazaj. Kaj je danes, si sploh ne predstavljam. Zdaj že nekaj časa nisem potem. Noro. Ne? Imam še neke kolege, ki so tam, pa vidim, ko objavljajo kakšne slike. Noro. Si ne znamo predstavljati. Tam je megalomansko vse. Če sem tukaj gledal, ne vem, strukture, neke konstrukcije, neke kalupe, neke poliestrske stvari, velike za naše pojme, so bile tam 5-krat, 10-krat večje. Ko si takole hišo pogledal iz poliestra, to delajo iz poliestra, kaj? Kako? Veš, to se ti ne znamo pisati. Ne? Veš, pri nas takšnih proizvodenj ni. Ne. Tudi proizvodna se spomnim, ko so delali, to sem pa na Poljskem gledal, ko sem se šel isto ment za proizvodno, so pa delali jahte iz aluminija. To si predstavljaš halo, ki ima noter celo jahto in gledaš iz pisarne dol, kako tisto jahto delajo, kako aluminij na licu mesta tam krivijo in ga upasujejo in tako naprej. Brusijo, kitajo, ne vem kaj. Cela jahta, seveda naročnik nek šejk, ne? Ampak to so take zgodbe. Slovenija, jaz ko sem se vračal, sem vedno razmišljal, jaz se vračam v tako majhno Slovenijo. Tako majhen trg, to, kar sem jaz videl, kar je v svetu, to je noro. Tam se v svetu, ki je tako velik trg, se da, jaz sem spoznal ogromno ljudi, ki so bili milijonari, delali so pa preproste stvari, tako kot pri nas v Sloveniji,
pa so tukaj bili na robu preživetja, tam so bili pa milijonarji. Nobeden več znanja, nobeden bolj sposoben kot mi. Slovenci smo blazno sposobni. In če ne greš v tujino, ne. Če pa gremo tisti, ki so pa šli v tujino, se pa hitro o njih kaj ve. Ne v vseh, ampak se pa hitro da. Ja, pravi, da ne vem, kje sem to sicer slišal, no, ampak da za Slovence je najboljša stvar, da gre v tujino. Ja. Sam sem tudi, nekaj sem potoval, ta vpogled, ko sem prvič v Bangkok preletel, ti lahko slike gledaš pa na Mapsih, ampak to v živo vidiš, te ogromna mesta. Bom tako rekel, ko sem prišel nazaj, sem bistveno bolj cenil to, kar imamo, pa se obenem zavedal te majhnosti, ki jo imamo kot država. Sam, tako kot vsaka stvar v lifeu, imaš svoje pluse, pa imaš svoje minuse, ampak v smislu kvalitete življenja pa standard bivanja je pa tukaj nor. Smo tudi ponosni na vse, kar imamo. Premalo. Če mene vprašaš, kot narod. Ne zavedamo se vsega, zato ker ne vemo, večina ne ve, kako je zunaj. Mogoče kakšno glavno mesto, ki je vidi, pa reče, ja, mi smo pa res tle od zadaj, ampak ne, če pa gledaš konkretno cel svet, tudi podeželski del, imamo mi tukaj toliko super življenje. Ja, vsi pri nas imamo šole na podeželju, boljše pa v centru Ljubljane. Naprimer, ne? Ja. Vrneva se nazaj. Ok, to je bilo leto 2016, 176 letov. Noro res. Pa 167, vse je veliko. Ja. Kaj se ti tako dogajalo? Veš, kako se je mi zgodilo? V enem hotelu sem se zbudil in nisem vedel, ne v katerem hotelu sem, ne v kateri državi. Takrat sem se zamislil, nekaj ni v redu. Nekaj ni v redu. Kakšna je pa bila prvi občutek? Ne moram prav razmisliti, kje sem, čakaj, kaj imam zdaj danes. Aha, ok. Nisem vedel, ali sem v Nemčiji, ali sem, ne vem, v Franciji, ali sem tisto družino že imel? Ja. Kaj pa je družina, pa otroci? Zelo težko, sicer takrat sta bila stara 5 let, 3, 4. Ampak je bilo težko, za mojo siguren, ker je mogla se, veš, otroci, nespanje, služba, vrtci, to je mogla se sama zrihtati. Se ni tako, da nisem bil doma. Sem bil veliko doma, ampak veliko sem pa tudi letal. In takrat, ko sem letal okrog, takrat, ko me po 14 dni skupaj ni bilo, je bilo definitivno težko. Zdaj, ali smo se oddaljili ali ne, vse. Tudi če rečeš, da se ne vse na nek način. Ja. Ker je čist logična posledica. Odnos je živa stvar. Točno to. Ne glede na to, ali se slišiš vsak dan, ali je to Skype, ni to isto. Moraš biti prisoten fizično, čisto logično. Ja, po tistem je bilo pač po tej moji izgorelosti je bilo pa bolj tako. Jaz sem videl, da pač prva stvar, kar mi je zdravnica rekla, je rekla, zdaj pa ne smeš 2 ali 3 leta nič delati. Nič. Tudi malo. Ker mi je rekla, si v zgodni fazi izgorelosti, če ne boš takoj nehal delati, da padeš v tisto težko izgorelost, ni poti nazaj. Ni, kakorkoli te prepričujejo, da je, pa tableti, pa ne, ni poti nazaj. Ne boš nikoli več isti. Kaj pa se ti zgodi, če recimo če so 3 nivoji? Ne poznam. Ne poznam, zame je bolezen, da imaš, ne vem, kašljaš, da te roka boli, da si se udaril, to je zame tista neka, veš, bilo zmeri, kar se tiče zdravja. Veš, psiha je nekaj drugega, jaz ne vem. Vsak tisti, ki dejansko pozna psiho, bo rekel, je še danes toliko neraziskana, da praskamo površje. Ne vemo, ker 2 človeka nista enaka in pri vsakemu, ki ima 2 izgorelosti, nista enaka. Nista enaki, sigurno ne. In če ne delaš sam na sebi, to, kar sem jaz pač prišel do tega že pri večjih stvareh, ti moraš sam pri sebi razčistiti pa začeti analizirati, kaj se s tabo dogaja. Seveda, lahko s pomočjo strokovnjaka, jaz ga pač nisem imel. Sem se odločil, da bom sam analiziral. Je trajalo mogoče malo dlje, ampak sem brez nekih, bom rekel, tablet, brez nekih pomoči medicine, sem pač skozi to šel. Je pa nekaj, ustane ti vedno. Jaz pridem do določene točke in že čutim, kdaj sem na robu. Zato sem mogoče na nek način zelo hvaležen, da sem pristal na nepremičninskem področju, ker mi povsem daje neko svobodo. Tukaj ne morava reči, da ni. Je. Ker jaz
taktirko vodim, kdaj bo kakšna stvar se zgodila in tako naprej. Ne? Kdaj bo, ne vem, kakšen ugled, kdaj bom jaz pri stranki, kdaj bom stranko povabil in tako naprej. Ne? In mi zelo ustreza. Kakšno pa, dobro, sej to, disclaimer, ne? Vsak po svoje rešuje svoje stvari, govoriva o tvoji zgodbi, da zdaj do vzel, kva je treba, ne, pa res gorelosti. Na kakšen način pa si pomagal? Poka si naredil neko samo evalvacijo. Ti bom povedal tako, ne. Pri izgorelosti je najbolj fino menjava okolja. Aha. To vsi ne znajo, tudi ne morejo. To je težko. To pomeni, da bi moral zamenjati stanovanje, hišo, prodati se nekam drugam, preseliti, mogoče celo v drugo mesto, da je čist nekaj drugega. Gre za korenito spremembo lifestyla. To moraš na glavo obrniti. Jaz sem začel s športom. Mene je šport rešil. Vedno me je in tudi upam, da me vedno bo. Jaz sem v športu videl tisto, kar sem dejansko spremenil. Šport mi je dal, ne vem, pa je to lahko tek ali pa hoja v naravi ali pa v hribe ali karkoli, plavanje, ne vem, karkoli. Veš kaj, če si kdaj probal, ne, prideš domov popolnoma izčrpan, ne moreš nič drugega, sam še na kavč bi se usedel. Jaz sem šel takrat teč. Ko sem domov prišel, si nabit z energijo. Se pravi, tako da bi ti resetiral malo glavo. Ne? In jaz sem to pogruntal in mi je dejansko to rešval. In še danes vztrajam pri tem. Ne? Mene rešuje to. Posledično je tudi spanje boljše, ker ti si tudi potem fizično nekako izčrpan. Ne? Veš, jaz sem dostikrat imel občutek, da grem začel spati, pa mi pa ful vroče. To je presežek energije, ki imaš. In težko zaspiš. Šport jo pa ven potegne. Mene po športu me je dostikrat zebal. Ja, zato, ker sem se iztrošil, ampak sem zaradi tega ful lažje spal. Meni je to pomagalo, mogoče sem tudi nezavedno sam sebi pomagal. Ne, da sem zdaj prišel do nekih zaključkov pa rekel, ok, 1+1 je, to je to. Ne, mogoče sem imel veliko sreče, da sem to sploh naredil. Ne? In pa definitivno, da sem lahko delal takrat, ko sem pač ko mi je ustrezal. Sam verjetno, kot je zdravnica rekla, kva si dal pa odpoved, da si začel? Ne, da sem dal odpoved, ampak je kar samo naneslo. Jaz sem potem takrat videl, da tako ne bo šlo naprej, ker tudi določeno delo drugih je pripeljalo do tega, da tudi nisem kakšen dan spal, ker so bile odločitve napačne, kljub temu, da sem to dal jasno vedeti, zdaj omenjal za katero zadevo. Tudi tisto je bilo tako, veš, to so veliki projekti in če projekt pade v vodo ali pa če se s projektom kaj zgodi, še posebej, če si upozoril, da se bo zgodil, pa da se je kljub temu šlo v to, tisto je katastrofalno. Ne? Veš, tudi zame, jaz sem, čeprav nisem nosilc neke dejavnosti, pa če sem jaz nek projekt vodil ali pa če sem nekaj naredil, pa si seveda zadovoljen, če uspe. Ne? Če pa ne uspe, je pa, kaj sem, trudili smo se, zdaj pa, ne vem. A še ni pripeljalo do tega, da sem tudi jaz nekje, tudi meni mogoče skozi to izgorelost prekipel in sem dejansko mogel prekiniti. Dejansko sem dal jasno vedeti, da se jaz tega več ne grem. Aha, se je naravno zgodilo, da pa... Ja, sem napisal nek lep mail, v katerem sem lepo povedal, da se jaz pač tega ne grem, da pač jaz na tak način ne morem delati. Ne. To je tudi en del, da sem prišel do izgorelosti. Sam finančno so verjetno imel neko rezervo, da si to lahko prvošil sploh. Če so že prej govorila. A veš, kako je, neke rezerve itak vedno imaš, ne? Nekaj imaš, sigurno pa nimaš za 2-3 leta naprej. Ne? Mislim, jaz se nisem imel. Tudi to imeti je čist nekaj drugega. Ne? Meni bi že pomagal, če bi bil brez kreditov in tako naprej. Ti si pa kot nek, ne, imaš družino, za štarto si, kupaš si stanovanje, imaš kredite, take, une, tretje. Ne? Potem pa vidiš, da drugače ne gre. Tako da tam ni bilo niti vprašanje, ali bo ali ne bo, jaz sem videl, da ne morem več naprej. Ker to bi bilo samo do točke, ko pa potem ne bi nič več mogel delati. Se pravi, je bilo potrebno prekiniti, bomo že nekako. Zastopaš, ne? Kako pa ti je partnerka takrat ob stran stala? Ves čas. Bomo že. Se drugače ne bi bilo, mislim, sploh ne bi zmogel, ne? Veš. Ker ona je, mogoče nisem takrat niti tako gledal, ogromno nekih stvari prevzela nase. Pa sploh videl, verjetno. Nisem opazil. Ja, tako da tisto, to je bilo kar
zelo pomembna. Taka, Ja, si to, če imaš ti tako osebo ob sebi, je kar zelo pomembno. Ne. Veš, veliko bi se jih obrnili stran, ne, pač tvoj problem reši, ne. Če pa ne, pa pač gremo svojo pot. Ne. To ne bi bilo prvič. Ne. Ja, pa ne bi bilo čudo. Ne? Tudi nič čudenega, ne. Tudi ne bi zameril ne, v končni fazi, ne. Kdo bi pa prenašal to. Skratka, se je vse na nek način se je potem to uredil. Jaz sem delal potem bolj, ne bom zdaj rekel priložnost, ker se bo čuden slišal, ampak poklical sem znane, ne vem, ali kolege, ki so bili direktorji v različnih firmah. Ti, a rabiš kakšnega to, daj, prelet tam. Veš, pa je šlo. Ne? Se pravi, ni bilo tisto, da je bil pressing, tako da sem nekako zvozil. Ne? V nekem trenutku je pa prišla pol ideja, ti zakaj pa ne bi to, nepremičninarstvo. Kdo pa ti dal to idejo? A si jo sam dobil? Ne, kolega mi je dal to idejo. Zelo hvaležen na nek način, zato ker mi je dejansko to pomagalo. Niti nisem vedel. Pri meni so se določene stvari v življenju zgodile, pač so se mogle. In pol kasneje, ko gledam nazaj, vidim pozitivne, redko vidim negativno. Vidim pozitivno, se je moglo. In tudi, če se mi zdaj karkoli zgodi, si rečem, ok, mogoče zdaj ni najboljše, ampak se je že očitno moglo za nekaj boljšega in vedno je. Ja, ali pa najdem. To je mindset, ali pa najdem. Ne. Tako da ja, to mi je pa potem dalo neko svobodo, hitro sem naštudiral stvari, hitro sem dojel v sistem. Jaz pravim, da sem kar kot nek, kaj ne rečem, tolmač vsega sistema, ker vse povezujem. Prodaja nepremičnine je lahko zelo simpel. Imam eno stanovanje, imaš novo, prodaš, ne rabiš ti, rabiš pogodbo. Zelo komplicirano. Ja, takrat ti nepremičninarja pravzaprav ne rabiš. Ne. Veš, kaj ne ti rečem? Imel sem en primer, ko so rekli, ja, imamo že tole, imamo to, pa bi bil vi potem naš zastopnik. Zakaj pa me ne rabite? Dejansko jaz nimam težave, zdaj jaz se ne grebem za nepremičnine, ampak potem rečem, zakaj me pravzaprav rabite? Ne? Ja, zato, ker ste fajn. Ne? Ja. A veš, ali pa po priporočilu smo prišli do vas. Ja, pa če boste vse sami naredili, ne rabite me potem. Če že vse veste, pa poznate, ne, nisem nikoli razmišljal, da je zdaj to nekje slabšalno gledano, vse kaj pa pol ti narediš, ne, kot nepremičninar, ampak ni fora o tem. Ne. Jaz sem opazil, da na slovenskem področju ljudje ne vejo, kaj nepremičninar dela. Vsak ima neko svojo idejo, kaj bi nepremičninar mogel delati, ampak ko pa nekoga vprašaš, ali pa če bi jih 10, 100 ljudi vzel, kaj je vloga nepremičninarja, bi najdel 100 različnih nekih idej, kaj to je. Ne. No, in kakšna je definicija Sebastiana? Kdo je nepremičninar, zakaj ga imamo, pa kaj je njegova naloga? Nepremičninar je oseba, ki bo za svojo stranko, se pravi, če ti nekaj prodajaš ali kupuješ, naredila vse korake, da tebi ne bo potrebno se zafrkavati z zakonodajo, z odvetniki, z notarji, kdaj je treba kakšno stvar, kje, kam poslati, podpisati. To je, bom rekel, dve prodaji nepremičnine nista enake. Tako kot sem rekel, lahko zelo enostavna, lahko pa kompleksna. Jaz imam zadnje čase same kompleksne. Prav, ne vem, ali me najdajo kompleksne, a veš, vse tako je, ne, ko si nekje v nekem... Vesolje ti jih pripelje, ki imaš rad te puzle. Ja, in potem najrajši vidim, ko stranki rešim neko težko zadevo, da mi priporoči kolega, ki ima isto težko zadevo. To je fantastično. Ampak tam se pokaže vrednost nepremičninarja. Ti po osnovi bi mogel nepremičninarju absolutno zaupati, ker ti bo naredil stvar tako, da boš ti res brez skrbi prišel, podpisal pogodbo in da ti ni treba se ukvarjati. Da si ti predstavlja, da bi jaz tebe najel za nekaj, potem bi pa jaz za tabo mogel čisto vsako stvar prebrati in pregledati. Ja, te rabam? Ne. Ne rabam te v končni fazi. Zakaj bi moral čist vse non-stop pregledovati? Lej, zanimivo je to, ne? Naprimer, pa spet bova tako rekla, če bi bil jaz sam v tej zgodbi, tako imam pa jaz odvetnico, ki ji absolutno zaupam, dela take projekte, da až to je spet svoja stroka. Notarko, s katerim smo v zelo dobrih odnosih. Pokličem, vse pove, gremo naprej. Dvigne telefon, pa je bil 24. december, pa smo se rihtali. A veš, poznam že na Gursu, pa poznam že, vem na koga na Fursu. Mreža, ne? Ja,
A veš, jaz ne delam sam, nisem jaz tisti, ki bom odločal ali pa nekaj pripravil. To je skupina ljudi. Jaz vem, na koga se je treba obrniti, jaz poznam postopke, jaz lahko te stvari pripravim. Vedno bom pa imel v ozadju ljudi, ki mi bojo to pogledali, potrdili ali pa prilagodili. In če ti rečeš, ja, ta nepremičninar me je zafrknil ali pa nekaj mečeš slabo luč še na vse tiste, ki so zadaj. Se pa pojavlja, lepa najbrž v vseh branžah, imaš tako dobre zdravnike kot slabe zdravnike, dobre avtomehanike, slabe avtomehanike, ampak zanimivo je, da pri nepremičninarstvu je tako, če ti en nepremičninar nekaj slabega naredi, so a priori vsi nepremičninari slabi. Če pa po enem zobozdravniku zob zaboli, pa niso vsi zobozdravniki slabi, pa mogoče eden, pa še to reče drug, ja, jaz imam pa dobre izkušnje z njim. Štekaš. Ja. In je malo tako, no, lahko tudi sam mogoče z izkušenj potrdiš, da nepremičninarji na Slovenskem nismo ravno v dobri luči. No. Človek bi rekel, da ste nujno zlo. Nismo, fino bi pa bilo, da bi bilo to uzakonjeno. Da bi bili nujno zlo. Če bi pri prodaji nepremičnine bilo uzakonjeno, da mora iti nujno čez roke nepremičninarja, zato da gre vse pravilno skozi, se pravi, da pride nepremičnina urejena skozi, to, kar jaz delam. Kaj pa to pomeni, da je urejena? Kateri koraki, če recimo, jaz zdaj kupujem neko stanovanje, koliko korakov je ali pa kateri koraki so, ki jih moš ti dejansko za stranko opraviti? Jaz imam nekje pri mojem delu 4 korake. To je, bom rekel, 4 koraki mojega dela. Je pa čisto odvisno, o kateri nepremičnini se pogovarjava, je to zemljišče, je to hiša, je to stara hiša, nova hiša, je to stanovanje, je to pisarna, to so drugi segmenti. Ne? Ampak jaz delam v 4 nekih korakih. Prvi korak je pregled nepremičnine, naprimer, rečemo, da jo ti prodajaš, rečeš, lej, tole bom prodal, pa zate to mogoče niti ni toliko pomembno, kot pa za kupca, ker kupec je tisti, ki ponavadi je v škripcih, a bo redu ali na v redu. Ti, ki prodajaš, ti se jo boš znebil, ne, na nek način. Ne? Ja, gre od tebe. Gre od tebe. Težava je za tiste, ki to kupujejo, in za kupce je važno, da zaupa nepremičninarju bolj kot mogoče prodajalce. Zato, ker kupec mora imeti zaupanje, če je šlo prek nepremičninarja, pol mora biti dober. Ne? Če ni, je pa res težava. Se pravi, prvi del je ta pregled. To pomeni, ali je etažirano, ali je lastništvo pravo, ali so meje pri zemljišču urejene, ali je mogoče hiša, ki jo kupuješ, malo gleda čez sosedovo zemljo. Što so take stvari, lahko ti naštevam do jutri zjutraj, kaj vse je možno in kaj vse se pravi, bi rekel, ena stvar, ki je nepremičninar pogleda, je sama ta geodetska scena. Prvo je to fizično pravzaprav stanje. Ne? Jaz grem pogledat nepremičnino, hiša, stanovanje. Jaz jo pogledam. Zaradi nekega backgrounda, ki ga imam, ki so se ga prej dotaknila, so mi določene stvari hitro jasne. Ne? In si to štejem za plus. Ne? Jaz hitro vidim. Tudi znam hitro oceniti. Imam tudi toliko poznanih, da pokličem okna, nova, koliko je cena, tlaki novi, če je potrebno neke obnove. Veš, imam primere, ko pridajo v želji zbijati ceno. Ja, tukaj je treba še vložiti 150, 200 tisoč. Meni je najlepše, ko mu rečem, ne, 73. Zakaj? Ja, vse ponudbe imam tukaj. Ne vem, kaj boš noter dojel, ampak če želiš nek srednji razred, jaz se vedno srednjega razreda dotikam, ne da ni neki čip, ne, se pravi srednji razred, je toliko prenova. V redu, plus cena ta, smo tukaj. Jaz sem zelo človek egzaktnosti, se pravi, ti meni ne nekaj govoriti o nekih superlativah, pa nekaj na pamet. Povej mi točno, zagovarjaj, jaz imam tukaj. Se pravi, drugače kot tako ni. Spet, mogoče za nekoga to ni najbolj fajn, ampak jaz pa zelo nerad se pogovarjam o nekih splošnih, kaj bi lahko bilo, če bi, ne vem kaj. Ne. To je, se veš, to lahko govoriš. To lahko vsak reče. To je s tem rečem čitanje, zato da pač nisi brez besed. Ja, se pravi, tiska prodaja še edi nepremičnino, ti zihar nisi ta pravi agent.
Ne, ker zelo hitro tudi ugotovim, da nekaj ni kul. Ne. Hitro tudi imam nek občutek za ljudi. Jaz malo posumam, potem pa še malo vprašam, malo drugače pa hitro vidim. Ne. Naprimer, jaz zelo rad vidim, če je moja stranka, ki me želi najeti, če je realna. In pa če me posluša. Se pravi, če jaz nekaj predlagam, da reče, pismo, ja, ok, dajmo tako probati. Veš, če to govoriva o ceni, da verjete najbolj. Cena, način, jaz razložim cena. Znam narediti zelo dobro ceno. Povem, le tole nekje, jaz mislim, da je realna cena, od do, vedno so neke nijanse. Začnemo mečkam višji, ker vsak pričakuje, da se pač nekaj spusti. Če so te pričakovanja zelo visoka, sem pripravljen reči tudi, ne znam. Ne? In kar povem, da jaz čarati ne znam. Ne? Jaz sem tukaj zato, da speljem postopek res maksimalno super, da bo tudi kupec, ko dobi nepremičnino, če gre skozi moje roke, dobi absolutno urejeno nepremičnino. To pomeni, da z nepremičnino ni nič narobe. Ne v pravnem smislu, ne v fizičnem smislu, geodetsko urejeno, vse. To je moje delo. In sem imel primere, jaz sem na Gurs javljal neke popravke, stanovanj, prostorov in sem dobil že kar nekajkrat, zakaj pa vi to delate? Ja, a ni to prav? Ja, prav je, sam ne delate to vsi. Me ne zanima. Ne. Meni se pa zdi fino, da so realni podatki v naših bazah. Ne. Veš. In je zelo, zelo pomembno tudi to, ne. Tudi ta segment. Ne. Niso vsi za moje stranke. Če opazim, da ne vem, pri hišah, zlasti pri hišah, veš kako je, starejša ko je hiša, večja je šansa, da je nekdo nekaj malo prezidal. Ne. To skoraj vsi. Ne. Ja, jaz vam tudi teh zgodbic na temo starejše gradne lih zdaj le rešujemo, mogoče za malo konteksta. Mi dva z bratom sva podedvala hišo, letnik 67, in smo se odločili, da bomo delali ograjo. In jaz grem na Gurs, sedaj lepo pogledati, kje so vrisane meje, gor, dol, levo, desno, in začnem jaz doma razlagati, da če vemo, da nekaj ne štima med radarsko sliko pa med vrisanim mejem, da imamo mi mejo za 1,5 metra ven. Ne, to je naše, že tako so nam vzeli za cesto, ok, ne. Pa jaz sem bil vsem, pač, ok, prevzemam odgovornost, sem na podoben način razmišljam kot ti, dej, ne kva zdaj kdo misel, pa kva kdo ne misel, pa ima po papirjih. In že papir iz leta 67 je bilo jasno vrisana cesta, ki je, kako je. No, in kaj za nalaž so šli letos pločnik delati mimo taše meje in jaz sem to ograjo postavljal, In če ne bi šel preverjati, ki je kva, ne bi imel velike težave, ker ta pač moja, ki smo imeli mi ven potegnano zemljo v naturo, je bilo na občinskem in je pa še tako smo, da smo v ta suburb scena, pač hiše ena zraven druge, manjše naselje in bi se lahko fajn opekel, če bi ograjo postavil nekam, ki bi jo ne podirati, predstavljati, ne. Ja, plus tega, da, to je ful enega časa pa denarja, No, in pa sem šel, ker še zmeraj nisem bil čisto ziher, kje zdaj lahko pa kaj ne, na občino v Domžale in moram res pohvaliti tega gospoda na oddelku komunale, da si je vzel čas, sedel, se pravi, tudi za une, ki imate vprašanja, vse v končni fazi z davki plačujemo neke te storitve, zakaj jih ne bi izkoristila, Uradne ure so in je gospod mi ful pomagal, da so uredila, pa je tudi občina izdala dovoljenje za gradnjo na mejo in zdaj, ko so nam pločnik delali, kaj je malo posebna situacija, so imeli veliko posluha, da smo te stvari uredili tako, kot se zagre, zato da moj sin ne bo imel izzival mogoče čez 30 let. No, vidiš, to načeloma, če bi jaz dobil, na primer, prodajo tvojo hišo, bi jaz to ugotovil in bi ti povedal in bi ti preskrbel geodetinjo in bi ti pač bi to uredil, ne. Pač to bi bil predpogoj, ker jaz delam zelo transparentno, jaz ne bom navijal za mojega prodajalca, za mojo stranko, kako bomo nekaj skrili, da bo kupec potem to sam pogruntal.
To jaz ne To je rabim, grdo, ne. jaz ne rabim nobenega, da bi me po zobeh vlačil. Veš, sam se dela to. Ne? Se pač dela. Poslušam, le jaz imam zgodbo, ne bom rekel tedensko, ampak skoraj vsak mesec me kakšen pokliče, ja, pa mi pove slabo izkušnjo. Z nepremičninarjem. Ja, pa se rečem, pa kako je to mogoče? No? Pa kako v tem času? No? A veš, Ja, ti gradiš zakini, na ne. zaupanju. Ti gradiš na zaupanju. Jaz povem toliko transparentno, da kar neki ljudi odženem prej od prodaje. Ampak sej, jaz ne želim tvojega časa tratiti, da boš prišel pogledat, potem boš pa nekaj sam ugotovil, mogoče boš celo sam vprašal nekaj, kar bi že mogel zvedeti, in potem bo awkward situacija, ker bo nekaj drugače, in potem je šel moj čas, tvoj čas, mogoče celo prodajalca čas, slaba volja nastaja in tako naprej. Ne. Ostala sva pri hiši. Ne. Se pravi, nepremičninar bi moral na te stvari vse opozoriti, se pravi, svojo stranko kot prodajalca, razložiti, kaj je potrebno urediti. Vse lahko, da velikrat ni nič, ne. Vse super. In pa še posebej pa kupcu pojasniti, kaj vse gre. Jaz imam naprimer primere, ko so neetažirana stanovanja v hiši, ne. To imam zdaj tak primer, pa solastniki nikakor nočejo etažirati. Zakaj ne? Se to ni osamljen primer. Skoraj vsak primer se nekaj zgodi. Ne? Zavohajo, bom rekel, ali pa začutijo, da bi lahko nekaj v tistem trenutku izkupičali z tega. Ne? In eni pač zahtevajo neke blazne odkupnine, eni zahtevajo neke nemogoče, ne vem, prodaje, karkoli že nekih skupnih zemljišč ali karkoli. Ne? In se vedno tukaj zatakne. In najslabše je, ko ne prideš skupaj. Velikrat prideš, se nekako pomenimo. En primer sem imel, ko se je en gospod zelo natančen, po moje še bolj kot jaz pa ti. Tok natančen, vse je šel, Da že malo boli. pike vse, da je bilo že tisti, da je še kakšno stvar mi najti. In tisto, kar ni bilo konca, pa ni bilo konca. In je prišlo do tega, da sta prišli tako odvetnica kot notarka na dom. Povejte, kaj je za popraviti, uverimo zdajle in zaključimo. To je bil edini način, da smo zaključili. Ja. Kaj se pa zgodi v primeru, da hočeš etažirati, pa en od solastnikov noče etažirati? Če noče, ni druge poti kot pravna pot. Se pravi, civilna tožba in gremo. Ni druge. Sicer je potem to strošek večji. Ja, bistveno. Je pol še stres zraven, ampak enim je očitno mar tudi za to. Ne da imajo zadovoljstvo, ampak mogoče se niti ne zavedajo, kaj se spuščajo, ampak na koncu je vedno etažiran. Ne? Traja pa lahko let, 2. Se pravi, to skoraj neizogibno, sam proces ima podaljšal, pa podražen tudi. Ja, tako kot naprimer služnostne poti, to je strah in trepet. Jaz tega tudi na začetku nisem tako imel, pač če ti pripada pot do tvoje nepremičnine po zakonu, potem se pač to mora rešiti, pa ni čistko. Se rešuje tudi po 15-16 let, nimaš ti poti do svoje nepremičnine. Ne? In če tega ti ne veš, pa če to ni urejeno, to ni tako brezvezna stvar. Moš malo vedeti, kako, kje ti lahko kdo nagaja. Ker če imaš ti kar en dobršen kos poti do svoje nepremičnine preko nekoga zemlje, nekoga drugega, ti lahko nagaja. Se veš, kakšni so ljudje. A se stavo zemlje, recimo, a prodajaš tudi sam zemljišča, recimo? Tudi, ja. Jaz poznam en primer, so kupili zemljo, ne je bilo vse v redu, pa so začeli delati poiskop, so pa ugotovili, da je cel teren nasut z različno pizderijo. A to se da preveriti? Kaj si človek mislil, ti travo vidiš, parcela super, vse je bilo super, pa so začeli pa izkop delati, je pa projekt podražil za 50,000 evrov, ker so mogli tu krobe odvoziti, pa na nov utrditi teren, ker če se te bajta posedajo. Jaz bom tako rekel, jaz se dotikam, že tako imam občutek, grem v bistveno večjo globino, kot pa bi lahko šel. Vem, zato ker mi je to že, rečemo, tudi odvetnica rekla, kaj se sploh spuščaš v take globine. Ne? Ja, zato ker pač bi rad imel vse informacije za kupce, transparentno, čim bolj. Ne? Až pa se še vedno najde nekdo, pa se spomnim enega primera, ko me je ena kupka klicala, vse smo se lepo zmenili, me kliče, ne vem po koliko času, ampak je bil tak mal nastrojen klic, če sem jaz slučajen vedel, da je pod opleskom stene od spodaj pač ta tapeta. Kako za Boga ne, jaz to vem. Ne? In to je bil velik problem, zato ker je sanacija tega pa zdaj toliko več. Ja, to je kar štara. Ja, vem, ampak
A veš, Ja, jaz vsega pa jaz ne ne moreš grem vedeti. praskat zdaj sten, da bom preveril. Ne. Jaz ne morem gledati geomehanske sestave tal. Mislim, to so stroški, ki so povezani s vsem skupaj, ne, in jaz tega ne morem financirati iz lastnega žepa. Sigurno gre to iz provizije. Ne. A veš, če to zahteva kupca, izvoli. Se mora najprej sicer lastnik strinjati, ampak se lahko naredi geomehanika. Zakaj pa ne? Veš, pa kar si rekel na sutje. Meni morda predstavlja bistveno večjo težavo, da kupiš neko zemljo, mečkam pod kotom, potem je pa 20 centov nižji sama skala posod. Si predstavljaš, koliko je to enega miniranja? Pa... Ja, to zna biti kar divje. Sploh je še na obala. Ja, pa ne samo obala, se je, veš, Slovenija je kar precejšen del na nekem plincu, pa na temu, ne, in to se dogaja, veš, to ni kar tako, to se tudi v okolici Ljubljane sem imel en tak primer. Ja. Res. Ja, 20, 30, 40 centov, se veš, tudi pol metra globok, če skala je narobe, ne. In kaj boš tako parcelo? Koliko je to enega miniranja, koliko je to enih stvari. Tako da, lej, jaz ti pravim, meni so taki zapleteni primeri neverjetno všeč. Zato, ker je treba delati, ker je konstruktivno, ker je izziv, a veš. Da bi imel nepremičnino, ki ni nič nares, ne, pač prodaš, čakaš, da pride kupec, prodaš in to je to, ne. To ni izziv. Jaz imam rad izzive. Jaz imam res rad izzive, ne. Jaz se rad pogovarjam z strokovnjaki z različnih področij, jaz se rad pogovarjam z arhitektom, z geodetom, jaz grem rad v detajle, se si najbolj tudi sam opazil, ne. A veš, meni je to cool, to je meni na nek način pol postane to delo, ki je lahko tako suhoparno, postane malo kreativno. A veš, mečkan si, naprimer, jaz sem že dostikrat rekel, če jaz ne bi delal zraven še teh video posnetkov, pa če ne bi delal teh raznih tlorisov, pa teh virtualnih sprehodov, to zahteva vse malo kreative, moraš biti malo kreativc, ne moraš kar posnet, pa kar dober, ne. Mislim, lahko kar malo posnamaš, sam če v dober je vprašanje. Ja. Ne, moraš imeti malo tistega feelinga. Veš, da je dober. Ja, potem pa, veš, se mi zdi, da ga vse imam mal, ne. Nisem zdaj nek strasten snemalc, pa ne vem kakšen montažer, ampak imam nek feeling, veš, že z neko skladbo, ne, že vsaka skladba v ozadju meni ni v redu. Jaz grem čez tok in tok skladb in dejansko moram začutiti, aha, ta skladba bo pa za to nepremičnino pasala. Veš, ni vsaka dobra, ne, kar nekaj. Ja, zgodbe delaš, ne. Ja, ne, in tudi jaz si že vnaprej predstavljam, kako bo na koncu posnetek izgledal. In pa tudi tako delam kadre, posnamem, ne. Večkrat, ne vem, na različne načine. Več, ki jih imaš, več imaš opcije potem skupaj delati. In meni nek video posnetek vzame kar nekaj časa, da to skupaj zmontiram, da to vse skupaj paše, da meni ustreza. Ker tako je, moje merilo, ne, če je meni cool, potem bo dobro. Če pa meni ni v redu, saj lahko da te bo. Dobro, ti si iz take branže, ti mogoče ne bi bilo tako, ampak marsikateremu je pa, vse to je že kar cool. Ne, če meni všeč, bomo pa še enkrat delali posnetek od začetka. Ja, ta videoprodukcija pa kreativen svet so... No, jaz sem si s tem naredil moje delo zanimivo, tako, da je meni ful dober, ne. Je pa velika dodana vrednost za prodajo, ne. Ja, že od samega začetka, jaz sem začel najprej s temi prostorskimi, pravim, tlorisi, ne, da malo globine vidiš, pa mogoče, če je stanovanje prazno, malo pohištvo noter namečeš, občutek imam tudi za to, se sem tudi kar nekaj tlorisov zrisal, ne. Pač tako, delali smo, ko sem bil v segmentu mobilnih, smo delali optimizacijo tlorisa, torej najbolj optimizirati, kako je najboljša postavitev, ne vem, učinkovito, ne. Najbolj učinkovito, se pravi, delal sem ga, skoraj vsak tloris sem delal, kot da bi ga zase delal, se pravi, a mi paše to tlele zavit levo, a je tle fajn, da je WC, kako, a veš, valjda mora biti en arhitekt zraven, da ti v tiste osnove neke priporočila in to pove, ampak a veš, kad to hitro pogruntaš, hitro si zraven in ko to tlorisi vam padejo, no, in jaz sem to delal, in tudi če zdaj delam, ne, fantastično. In prva pohvala je bilo to. Super, ko imate tloris, saj vemo, kaj gledamo, ker po slikah ne veš, kjerga vogala, pol gledaš, aj so te vrata, tista vrata, kjero smer se odpirajo, nimaš občutka v prostoru, sploh kako zgleda. Jaz delam, ali pa sem delal v določenih primerih še tako, da sem pokazal, kako sonce noter skozi okno pade. Ne? Se pravi, aha, ok. Veš, se da tudi to. Se pravi, probaš približati čim bolj. A ne? Veš, postavitev že mogoče komu ni všeč in me ne bo poklical. Hvala lepa.
Ne rabim. To je zanimivo, ja. Ne rabim. Ne? Hvala Bogu, da sem to naredil. Se pravi, več kot informacij daš. Tudi moji oglasi so sestavljeni, probam, poskušam servirati čim bolj tehnično, se pravi, vse tisto, kar bi človeka res zanimalo. Ne? Zakaj? Zato, ker v končni fazi to pomeni. Meni ni važno, kako briljantno, svetlo stanovanje je z zeleno okolico, kjer ptički žvižgajo zjutraj. Super. Ampak o sami nepremičnini pomeni to ne pomeni prav veliko. Ne? Je privlačno za nekoga, ampak to se pozna zlasti pri bistveno dražjih nepremičninah. Bistveno dražje je zame vse, kar je nad 500,600,000 in gremo gor. Ne? Ptički, ja, v redu, ampak 800,000 ni ptički, je še kaj zraven. Treba najprej vedeti, kaj jaz kupujem. Veš, ptičke bomo že zrihtali, mislim, bomo potem, a veš. Čist preprosto. In ti moraš, jaz imam občutek, jaz moram transparentno pokazati čim več, na čim več načinov. Zato, za mnoge je video posnetek dovolj. Kratek. Zdaj, lahko je video posnetek tak, da rečeš, wow, kjera huda montaža, pa zelo malo vidiš od nepremičnine, ker so hitri posnetki, tiska danes vidiš na kakšnih socialnih omrežjih. Ali pa je video posnetek, da te lepo počasi umirjeno pele skozi sobe, da si mal sledi. Pa če znaš vmes še malo tloris pokazati, kje si, super. Jaz imam tloris skoraj vedno pri virtualnih sprehodih po stanovanjih, hišah. Ne? Se pravi, v vsakem prostoru, ki si ti zraven, pokaže na tlorisu, kam gledaš in v katerem prostoru si. Se pravi, imaš transparentno do amena. In imam primere, ko mi ljudje rečejo, prišli smo sam še pogledati, če je res tako, kot ste prikazali. Uživajo vseeno živo. Uživajo vseeno živo, ampak, a veš, meni se je število ogledov zmanjšalo za 80%. Približen, ali pa za 75%. Število fizičnih ogledov. Število ogledov nepremičnin verjetno se pa povečuje. Ne? Ja. In kaj se zgodi? Ne? Zakaj se povečuje? Tistega, kar res zanima. Po 10krat prej si pogledal vse in ko bo rekel, fakt, tole je dober, me bo poklical in gremo pogledati in se dejansko menimo, ali bo kupil ali ne. Potem se že počas sprašuje, koliko je še za vložiti ali bo finančno. Potem smo že na drugem nivoju, smo že korak 2. To se mi zdi tak doprinos, da me malo čudi, da tega ni več. A veš, nimam samo video posnetka, nimam, da bi imel samo eno ali drugo. Vse, kar se da, če je smiselno. Ne? Za zemljišče valjda ne bom jaz delal virtualnega sprehoda po travniku. Ja, dobro. Brez veze. Mogoče, če je lep razgled. To je tako, veš, tudi za take stvari rečem, pejte si pogledati, pa me pokličite. Ne? In tudi zraven ne rabiš. Ne? Za kakšne hiše, stanovanja višjega cenovnega razreda je pa to, bi rekel, must. Ne? Ja, pa čas šparaš ljudi. Ne? To. Je tukaj nekaj drugega, kar sem potem kasneje razmišljal, v stik stopam pa skozi to z ljudmi, ki pa mogoče imajo neke svoje nepremičnine, pa bi jih prodali, pa jim ne dam priložnosti, da bi videli, koliko v redu sem jaz osebno, na kakšnem nivoju delam, ker delam zelo na osebnem nivoju in to veliko prepričam, veliko ljudi. Še vedno je dovolj ljudi, ki ima rajši neko to pristno stik, pristen stik, kot pa da si številka. Ne? Veš, največ jamranja imam, ja, mi obljubljajo, da bojo prodali, potem me pa pol leta noben ne pokliče. Se ne bom rekel, da kličem vsak teden, ampak en stik pa moraš imeti na 14 dni. Mogoče, če se mi zgodi na en mesec, da pokličem, pa rečem, kako je zdaj, kaj je zdaj? Ja, nič novega ni, pač se ne odziva, trg je tak, ne vem, zdaj mogoče malo zatišja, mogoče ima ceno previsoko, mogoče pa ima, ajš moraš biti pripravljen, imam že mogoče 2 ali pa 3 scenarija, kako bi probal malo drugače. Ne? A veš, eden izmed teh scenarijev je tisti, da potem spustiš ceno tako, veš, da si jo spustil pod nivo. Ne? Zakaj? Da privabiš ljudi in potem vidiš, kje so. Ni tisto najbolj, da počasi spuščaš ceno, ki pa to hitro, tisti, ki spremljajo, vidijo, ja, ta zdaj spuščamo še malo počakali, pa še malo počakali. Ja, pa se pa kar čaka. Ne, treba je, sicer to jaz uporabljam kot zadnjo taktiko, ne.
Ampak dajmo spustiti ceno zdaj nesramno. Da vidim, kam bomo prišli. Sej, veš, ko imaš 4 konkretno zainteresirane ljudi, pa ki vejo, da je poceni, ali pa da smo zadeli, ali pa da je celo malo pod ceno. Pa če mi je res všeč, znati celo kakšen kaj več ponuditi, in to se mi je tudi že zgodilo. In potem prideš na pravo ceno. Ne? Kaj pa je za te definicija prave cene? Prava cena je zelo relativna, ne? Ali pa bom rekel tako, trg jo določa. Tukaj je nekdo pripravljen za navdati, oziroma nekdo prodati. Jaz ti bom čisto iskreno povedal, če gledava neko povprečno stanovanje, ne vem, pa deva se nekaj izmišljati 4-sobno, pa deva reči, da ga narediš za 300 €, pa deva reči, da je na trgu 500 vreden. Pa imaš pa človeka, ki ga prodaja za 800. Ja, to. A veš, to ni normalna cena za moje pojma. Ne? Se pravi, da se zračunati, koliko je dejanska cena nekega stanovanja. Ni pa to, če je nekomu blazno všeč lokacija, tamle čez cesto imam službo, tamle bo, ne vem, imam vrtce. Potem je marsikdo pripravljen plačati malo več. Ampak ti bom tako rekel. Deva reči, da je povprečno 500 000 dovolj, da se karikiram. Ne? To pomeni, kar je nad 500, je stvar trga. Lahko je tudi milijon. Lahko je tudi milijon pa pol. Če bo prišel eden, ki bo to dal, bo pač to dal. Kje je tista, to je zame realna cena. Realna cena je tam, se jo da lepo zračunati, zato cenilci znajo zračunati neko realno ceno ali pa dejansko vrednost. Ne? Kar je pa čez, je pa, dajmo probati, če gre. Jaz se ta izračun cene se zdaj država lotila tega projekta. Ne? Ja, moram reči, da so, pa ne na moje presenečenje, ampak da so kar dobro zadelno. Mislim, jaz, kad naredim oceno, ne vem, pri 400 000 se mogoče za 1000 2 zmotim. Ko pogledam in rečem, čakaj, imam, rečemo, svoje cenitve za zelo natančne, potem pa preverjam po Gursu, pismo se smo tam. Ne. Se pravi, ok, zaupam. Bolj stanovanjem kot pri hišah še ni čisto točno. A to je zdaj, ta sistem je, se pravi... Gursova ocena, ki so jo zdaj... To je zdaj že, se pravi, ti greš lahko na Gursovo spletno stran in imaš vpogled. Ja, in dobiš oceno. Lej, pri zemljiščih pa pri hišah ni še čist, ne morem reči, lahko to čist valijo, se hiša proda za 400, ocena je pa 130, pač ker nimajo dovolj podatkov. Pač to dela, se veš, to ne računa ena oseba vsake hiše posebej, to zavrtijo skozi bazo. Ne. In ker so stanovanja veliko lepš popisana, so ocene stanovanj bistveno bolj točne. To je zelo točne, ja. Zelo točne. Kako bi pocenil trenutno stanovanjsko razmerje v Sloveniji? Kaj naj ti rečem? Bistveno manj je, kot se jih potrebuje, to se vidi, ker so cene rasle. Zdaj, kdaj bojo? Ali se jih sploh da v nekem določenem predlaganem roku, ker so neki roki zunaj, ne? Toliko zagotoviti je drugo vprašanje, pa za kakšno ceno? Znaš, ti lahko narediš, ne vem, toliko in toliko stanovanj, hudih stanovanj. Ja, a si zadovoljil potem prebivalstvo, ne? Kdo rabi stanovanja? Ne vem, jaz vedno pomislim na neke mlade, ki so začeli svojo kariero. Ja, ja, težko greš kar v flet za 350 €. Stanovanja v Ljubljani, ne vem, neko solidno, je kuj 350. Odvisno spet kje, ampak tako pravim, na hitr, ne. Da je malo bolj lepa lokacija, nova stanovanja, 350. Za 150 ne dobiš, kaj dobiš, garsonjero. Če imaš srečo, kakšno enosobno stanovanje, pa še tam najbrž moraš veliko prenoviti, pa spet ne veš, kaj boš vse prenovil, pa kaj vse za sabo potegne. Zdaj, če si ti nek mlad par, ne, ki pojma nimaš, ali pa ki se s tem prvič srečuješ, ni najbolj lušten. Ja, zna biti to kar izziv tudi za odnose med partnerji. Te renovacije to je le oblikovanje doma in... Kaj je pa to mnenje? Kako misliš, da Slovenci vidimo svoje domove? Ti imaš veliko stika, se pravi, nakupi, prodaja. Lej, ti bom povedal tako, ne. Nekateri ful niso vezani na stanovanja svoja.
Pač zato, ker si nekje, ne vem, če prodajaš, si najbrž nekje urejaš nekaj božjega, večjega in si že se čustveno odtrgal, ne, ali pa si se ločil, ne, ker si že miselno že v novi nepremičnini. Ne. Nekateri, ki pa prodajajo, bom rekel, bolj kot ne silom razmer, ali so to ločitve, ali so to, ne vem, otroci grejo od doma, ti si pa par v hiši s 3 etažami. Ogrevanje, ne vem, stroški taki, da ne zmoreš in si prisiljen prodati, živel si pa celo življenje v tej hiši. Kako se boš ločil? Imam primer, vsakič, ko sem prišel, je gospa jokala. Ja, mislim, a veš, razumeš, ne? Kaj ne zdaj, a veš? Potem je pa še tisti, ja, bom šla drugam, če bom najdla tako in tako in tako stanovanje. Ja, ne vem, kdaj ga boš najdla tako. Točno tako. Ne vem, kdaj ga boš. Če ti ga bom jaz iskal, ja, če ti ga bom jaz iskal, ti ne bo všeč, ker bo balkon gledal na vzhod, ne na zahod. Ker bo fasada, ne vem, siva, ne pa oranžna. To so zelo težko. Jaz, naprimer, če do mene pride človek in reče, bi mi ti najdel stanovanje, iščem tako pa tako, si rečem, ne, daj ti glej, pa ko ga boš najdel, me poklič, pa ga bo preverila, če je cool. Če je vse ok, pa na kaj bo pozoren. Tam pa rad pomagam. Nam pa jaz iskal, a bi mi ti plačal pavšal, ne vem, 300-400 evrov na mesec, da jaz iščem stanovanje, pa kakšen mesec ne bova nič imela kontakta. Ne boš. Ne. Nihče ne bi plačal tega. Pa ne zato, ker ne veš, koliko dejansko delam, ampak jaz lahko ful brskam, pa ful gledam, ali pa nič. In čakam, da v kakšen se pojavi na nepremičninah, čistko in ga najdem. Ne? Ni fair, ne? In ne morem. Jaz najraje vidim, če nekdo, ki išče, najdi si takega, ki ti bo tebi všeč, potem pa pred do mene, pa bova pogledala, aj kaj za urediti, aj cool. Ne? Ker če nekdo prodaja sam, fizična oseba, stanovanje, brez nepremičninarja, vse ne veš, zakaj ni šel k nepremičninarju. Mogoče nobenega ne pozna, mogoče niti ne želi, ker ve, da bo nekaj najdel. Vse živo je. Sploh ti ne znam, da bi ti zdaj direktno primera povedal, ampak jaz sem srečal toliko enih primerov od žleht do takih, ki niso niti vedeli, na koga se obrniti. Niso niti poznali. Nekateri imajo določene stvari neurejene pri nepremičnini, ali pa ne pusta sam, da ni geodetsko urejeno. Ne vem, pa sem imel primer, ko se je prodajalo zemljišče, ki ga je gospa prodajala, ampak ni bila niti lastnica, ker so pred tolikimi leti pozabili vpisati lastništvo. Pa ni niti vedela. Ja, to včasih naletiš, to vkusnaki iz omare vam padajo. Ne? Ja. Veš, pa tista, kupo prodajna pogodba podpišemo, no, zdaj pa naše, pa je naše. Ne? Ja, v zemljiško knjigo se pa Ben ni šel pisati. Ja, pa ni nič tvoje. Še najhujš bi bilo, da bi ti še enkrat prodal isto nepremičnino. Se predstavljaš, ker je lahko, ker je še vedno lastnik uradno. Ne? Sem dober, klever je tam. Kar piše v zemljiški knjigi. Ja, vem, ampak to se je že zgodilo. Nazadnje sem imel vprašanje, prav, ne vem, 14 dni nazaj. Ti, a bi lahko kdo prodal svojo nepremičnino 2-krat ali pa 3-krat? Se rekel, ja, načeloma ja, ne? Če se ne greš opisati v zemljiško knjigo. Zato sem jaz do zadnjega stran. Sam verjetno si kazensko odgovoren, da to delaš. Ja, to kaj je potem posledica, to seveda si, ne, ampak da pa se, ne. Zato sem jaz, veš, ko najdem kupca, ne, jaz delam potem za oba, in za kupca in za mojo stranko delam po najboljših močeh za oba. Ja, win-win. Win-win mora biti. Ne. In zato sem jaz do zadnjega, tudi s kupcem, se greva magar skupaj do notarja upisati v zemljiško knjigo. Tako da je tisti del tudi narejen. Se pravi, da ni, a veš, meni so določene točke ali pa določeni koraki toliko samoumevni, da tudi pomislim, ne, da bi pa ti pa ne pozabil. Sploh ne bi naredil, ker ga ne poznaš. Ja, vse. Ne more vsak vse vedeti. Točno to. Ne. Ti, kakšen bi dal pa ti na svet, prej si že omenil mlade družine. Mlada družina, se želijo iti v svoj dom, zdaj brskajo, a se da še kje druge videti, kaj na nepremičnine? So še druge spletne strani, ja. Sam ta je verjetno krovna, ne? Ta je še vedno tista ta glavna, ki jo vsi gledajo, imaš pol moje kvadrate, ki so tudi pač Bauha, mogoče še kakšna, ne. Ampak te tri so, rečemo, tiste glavne, ampak še vedno ima nek, bom rekel, nek monopol nepremičnine.
Kakšen bi bil tvoj nasvet, na kaj ne bojo pozorni, ko zbirajo svoj prvi dom? Da ne gledajo samo na nepremičnino, ampak ne gledajo še na okolico. Lokacija tudi. Pa ne lokacija v smislu, da je blizu trgovina, treba je gledati vse. Prvo je, da prideš ti v neko naselje ali pa v neko vas, ne? Če gledava kot nepremičnina, lahko tudi neka manjša hiška, kot mlada družina v vasi pa ni mladih družin. Imaš otroke. Ne? Če jaz vem pri meni, koliko je to pomembno, ne? Da malo dva greste ven in najdete okoliške otroke in jih kot da jih ni. To se igrajo, to je čist nekaj drugega. To je drugačno odraščanje, če imaš ti še sebi. Druga zgodba. Čist druga. Naprimer, novo naselje hiš, ne? Same mlade družine noter. Ja, jaz bi tudi tam bil, ne? Zato ker so meni enaki. Ne? Ti moraš tudi tako gledati. Ne smeš gledati samo kot nepremičnino. Ne? To je prvo. Druga stvar, naprimer pri nepremičninah, pri stanovanjih, ne? Mene redko kdo vpraša, ti kakšni so pa kaj stroški mesečni. Ali pa, kaj imate pa više v planu tukaj kaj nares, ne? Menjava strehe pa fasade ni tako malo, ne? To je te lahko fajn po denarnici udar kot novega lastnika, ki nisi bil obveščen, da bo to. Ne? Ogrevalni sistemi. Tako. No, a veš, pa okna. Tako. A veš, če ti ne greš preko nepremičninarja, nepremičninar bo rekel, dajte mi pokazati plan za, ne vem, kaj boste delali, obnove in tako naprej. A se bo rezervni sklad povišal, ne? Zdaj je to 20 € ali pa 100, ne, malo drugačne. Za mnoge. Ja. Sorry, veš, tle 80, pa tam 80, pa tle 50, zmanjka, ne? Veš, kakšni so stroški? Aha. Za stroške me skoraj noben vpraša. Je pa, kaj, že kar veš, kakšni so, ali razmišljaš o tem? Ti imaš lahko pozim, če ni rečemo, ne vem, fasade, če ni, ne vem, dober narejen, ti imaš lahko stroško, ne vem, 350 €, ne vem. Več kot kredita, ja. Ja, plus še kredit zraven, ne? To je mogoče taka podobna zgodba, kot ko greš avto kupiti, ne? Koliko bo kredit za avto, ne pomisliš, pa koliko bo še zavarovanje, pa še gume, pa še pa še tret, ne? Pa še servisi redni, ker te pol pride še krat toliko, ne? Ja, pa koliko imaš veliko feltno, pa kjera guma gre gor. Sam malo lažje se avta znebiš, kot pa stanovanje, ko imaš enka družina noter, ne? Malo mečken drugače, pa to ne razmišljaš. Bistveno bolj zahtevan, ja. Tako da nakup stanovanja, glede na to, koliko je to za mnoge ena zelo težka stopnička v življenju, ne? Se mi zdi, da se kot tudi stališča cele države zelo slabo tretira nepremičninarje pa njihovo pomembnost v tem poslu. Se veš, ko nisi čist zakonsko potreben, ne? Ali pa nujen, potem pač nisi toliko vreden, ne? Ali pa zakaj bi pa te vse ni imel. Sej moje izkušnje, jaz dobivam nepremičnine zdaj samo še preko priporočil. Jaz ne kličem, ne? Jaz sem začel tako klicati, ker sem bil tako naučen. Ne? Klicaraš okrog in naprimer, mene je to motil, ne? Če me kdo klical, kdo si ti, zakaj me kličeš? Ne? Jaz tega ne delam. Zato, ker sicer nisem imel nikoli težav, mene so ljudje, ker sem pač očitno znam se pogovarjati, so me hitro sprejeli, nekako meni problem na tak način prepričati, ne? Ampak potem pa prideš parkrat do določenih, ki so pa malo negativno nastrojeni, pa mi čisto vsem, če mi reče nekaj vsem, se vsak poslu imaš ti ne, pa jaje, ne? Ampak z večjim zadovoljstvom delam, če pride nekdo do mene po priporočilu. Prvič je to super, drugič, ko to speljem do konca, to pomeni, da ceni moje delo, še posebej mojo komunikacijo skozi celoten proces. Pa če je na koncu zadovoljstvo, ker pri meni, hvala Bogu, zaenkrat vedno je, fantastično. Ne moš pa vedno samo goditi. To pa pač. Jaz pravim, enega na 10 ali pa na 20 imam, ki pričakuje nekaj, pa ima skozi neke sume ali nekaj in nekaj ni v redu, pa to in potem kar potencirano išče in potem lahko pride iz muhe, naredi nekega slona. Bom povedal še ta primer, ne. Jaz imam vse pripravljeno, pogodbe in vse, ne, in vse transparentno pokažem in zemljiške knjige, izpisek iz zemljiške knjige in potem pride, pošljem to kupcu in od kupca neka prijateljica, ker je pravnica, mogoče tist malo na hit pogleda in reče, tole pa tlele pa ni v redu.
Zato, ker je notor napisana hipoteka, tako kot jo imamo danes. Vsi, ki kredit vzamemo, hipoteke pa not ne sme biti, to pa ni kul. In ker je to narobe skomuniciran, pride do mene potencialni kupec in reče, ja, tole pa, kako ste lahko mi tole ponudil, če je gor hipoteka. A veš, se ne veš, kaj bo v takem trenutku rekel. Kdo je ta odvetnik, ki je to rekel? Ne? A veš, tako mu pa rečem, pač žal to ni, ampak a veš, lahko je pa škoda hitro storjena, ker potem taka oseba reče, da nisi dober nepremičninar, ker si mu hotel prodati. Veš, to je težava in en slab glas, hrabaš pol, ne vem, 5 dobrih, da to popravi. Ja, ne, čez dosti rekel, ja. 10, a veš. In zaradi takih, bom rekel, dokaj nepomembnih nekih napačnih komunikacij si lahko zelo hitro na slabem glasu, pa čist nič ni narobe. Nisi nič narobe naredil. Tako, kot sem ti na zadnje, mislim, na eni debati rekel, sem prehiter, jaz ful hiter delam. Zakaj bi čakal, pa nekaj odlašal? Naredim, če treba, če se da, pokličem in ne čakam. Čaka se potem, ne vem, Gurs, čaka se Furs, pa še tisti so ful hitri zadnje čase. Jaz pa naredim ful hiter. In ker sem prehiter, lahko pomeni, da ful ni velik dela. Ne? Ali pa da celo mogoče nekoga silam v nek nakup. Ja, agresiven si. Poriva, kaj zdaj narobe. Ne? Nekaj mi hoče. Ja, podvomaš. Ja, ljudje so previdni, no. Sej, glede na to, kaj se vse dogaja. Vem, če si pa prepočasen, če pa delaš počas, si pa slab nepremičninar, si pa neodziven, ne javlja se na telefone. Ja. A veš, ne moreš zagotoviti, ne moreš in neprestano, bom rekel, smuča me med temo, en slalom. Včasih pri določenih je bolj fino, če malo zabremzam. Sebe ostavim, ker jaz sem pač po naravi hiter, pač delam. In se kar moramo staviti. Čas od čas. Človek najdete svojo mero, kaj je za njega v redu, pa v končni fazi za njegovo blagovno znamko ali pa podjetje, kako to rečemo, tudi pri nas, naprimer, ne vem. Imaš povpraševanje za hišo, mislim, to gre nekaj časa, to ni kar narejen z danes na jutr, plus tega, da imaš itak aktivne projekte in ti kdo včasih reče, ne vem, kaj se mi je že zgodil, da ne vem, je 3 tedne in mesec trajal, da sem eno ponudbo naredil. Se jaz nam nobenemu zameril, če gre kam drugam, sam, dober, da se jaz zdaj upravičujem, za kva toliko časa traja, mislim, ne zato, kaj pležo, ampak zato, ker je toliko drugih stvari in pač preprosto včasih ne moreš, zdaj pa eni to razumejo, pa če je recimo na priporočilo, pa to pa te počakajo, in tako to, ne vem, nakup nepremičnine ali pa adaptacije, renovacije, se tudi, pač z različnimi gosti se pogovarjam, smo nekako delimo mnenje, to niso stvari, ki jih boš delal z danes na jutra, in si moš čas vzeti in se treba tudi zavedati, da izvajalci, ki delajo v tem segmentu, pač rabijo določen čas, jaz pravim tako, raje en teden kasneje, pa da je stvar tako, kot mora biti, kukor pa hiter, pa da bo pol na koncu slika čist drugačna. Tukaj mora pa vsak neko svojo mejo najdeti, zdaj plus tega, koliko si zaseden, ne vem, en klip smo dali na TikToku o keramičarjih, cela reč, mizari so tudi recimo primer, dobrega mizarja je standard, da boš ti pol leta čakal. V kakšnih stvareh je pa tako, kot si rekel, če si prehiter, imaš premalo dela, a pa ne, tako kot je eden rekel, če boš vodovodarja dobil, ko ti je prišel čez 14 dni, verjetno ni dober. To je ena opcija, lahko pa da ima zelo dober sistem, pa da to gre česa. To je ta sistem, če hitro skočiš, najbrž nimaš dela, se pravi, nisi tako dober, pa če nisi full drag, najbrž tudi nisi dober, ker dobri so dragi. Ja, sam to tudi ne drži. Ne, daleč od tega, ker to, ko enkrat pogruntaš, da lahko tudi en slab visoko ceno imaš samo štalo. Ja, lahko še večje, pa še fajn, drago si jo plačal. Tako je. Zato, ne vem, saj v tem sektorju domov, se pravi, nepremičnine, gradnja, so priporočila tista, ki kreirajo največ poslov v končni fazi. Zato, ker vseeno so to veliki denarji,
zelo je pomemben ta osebni stik. Še jaz doskrat rečem, to ni kavica. Ja, To ni kruh. nakup žemljic. To so za marsikoga je to enkratni življenjski del. In če ga ti kot nepremičninar ne vzameš na tak način, da ga delaš v rokavicah projektno, jaz doskrat rečem, jaz delam projektno. Projektno, ja. In drugačne gre. Vedno po istih točkah, isti koraki in ne odstopam, ali je to za kolega, za unga, prijatelja, ne vem, kjer ga znanca, ali pa za eno popolnoma tujo osebo. Isti postopki. In od tega ne moram odstopati. Ker samo na ta način lahko jaz zagotovim, da bo absolutno varno. Ja, predvsem varno. Ne? Če imaš en standard, no, pa če imaš nek sistem, kako obravnavaš, zato da si lahko konsistenten in kvaliteten, čim greš preko sebe, da boš nekomu nekaj pomagal, pa boš nekaj hiter, ne vem, sploh če so ponavadi kakšni prijatelji v igri, velikrat se stvar konča bistveno slabše, kar bi bilo pa potrebno. In če si prehiter, ti bom tako rekel, če si prehiter, ker pač, naprimer, želiš biti uslužen, hiter, nisi toliko cenjen, žal. To sem velikrat opazil. Če si takoj na voljo nekomu, nisi cenjen. Pa sej, po eni strani je to psiha, veš, to je glih tako, kot pravijo. Najprej moraš imeti rad sebe, zato da imaš lahko rad druge. To je nek, za moje pojme, ljudje, ki delajo ali pa živijo v tej smeri, jih bolj ceniš. Zato, ker če znajo oni ta odnos do sebe graditi, pomeni, da ga bo lahko tudi do mene. Če pa ti do sebe nisi odgovoren, se mi zdi, da na neki točki je neizogibno, da se na vse skupaj malo podarilo. Se strinjam. Sej, mislim si prej lepo, izgorelo s tem gor in dol. In komu pa na koncu koristiš? Nobenemu, ne? Ne, tudi, da ti kar povem, noben ga ni več zanimalo. Jaz sem veliko biznisa izgubil. Poslovni partnerji grejo naprej. Ja, kako ga pa briga, si ti izgorel ali nisi izgorel? Pač ni to reč na trgu in konc, pika. Veš, in takrat se zaveš, čakaj, nisem jaz toliko vreden. Jaz sem vreden, če delam, pa če delam biznis, sem vreden, takrat pa ne bo nobeden tebe ujčkov pa nekaj. Ni konec. In takrat se jaz spomnim, takrat je bilo ogromno nekih računov odprtih, dejanskih računov odprtih stojino, ki jih ne moreš izterjati. Jaz sem se že pozanimal. Ne moreš. Prvič s Kitajsko. Kaj boš na Kitajskem? Konec. Nemčija. Kaj bom naredil? Ja, odvetnik mi je rekel, računi, da bo to zdaj to vse tolmačiti, vse to prevajanje, vse te stvari. Odvetnik za nemški trg je spet drugačen. In to, meni je takrat rekel, to prišlo okrog 15,000 tožba. Ja, kako? Če moram zdaj gledati res na cash, zdaj bom pa kaj 15,000 vrgel za tisto zadevo, pri odvetnikih je tako, ker res ne morajo vedeti, bo ali pa nav, Ja, ne moram, sorry. Ali bo ali pa ne bo. Zdaj pa, če ima pa še na drugi strani malo bolj spretenka odvetnika, je to 10-15 let lahko. Veš, in velikrat sem pol nehal, veš, zaradi postopkov. Se je velikrat zgodilo, naprimer pri nepremičninarstvu sploh redko, da pridem do tega, da mi kdo ne bi hotel plačati pač plačila na koncu, ampak se pa zgodi. In potem mi nekdo reče, ja pa zakaj pa ne tožiš, Ja, da bom čez 10 let dobil mičkan več, kot mi je dolžen, zraven bom pa izgubil živce. Pa čas, energijo, denar, končni fazi, Ni vreden, če je to tako, pa če je zaradi tega nekdo ful obogatel, ne pa pač to tako bo. Jaz pa mislim, da se stvari vse nekje zravnajo v življenju. Meni se odpre kakšen boljši biznis, na drugi strani se pa kakšna stvar podre, pa je zravnan. Mindset, če so spet. Mindset, ja. Ti, koliko je bilo pa do zdaj najdražja nepremičnina, ki si jo prodal? Najdražja. A pa imaš mogoče še v prodaji? Ne, v prodaji imam kar konkretno čez 1,5 milijona. To sem še premalo rekel, še malo več. Najdražja, ki se je pa prodala,
680. No, hiša verjeten. Ja. Ne, stanovanje je bilo. Stanovanje? V Ljubljani, ja. To je že kar veliko stanovanje. Ja. Ampak ne, lokacija spet, duplex, vse nadstandard. Tako. Pri teh cenah, sva prej se pogovarjala, pri teh cenah je tako, ne. En stric ali pa en prijatelj reče temu, ki prodaja, ti, tole pa vreden 2 milijona. Ne. In potem jaz pridem kot nepremičninar po priporočilu in mi reče moja stranka, ne, ja, tole bomo za 2 milijona prodajali. Odkje pa številka? Ja, mi je rekel, da je toliko vreden. Ja, to. A veš, kaj je težava tukaj? Težava je tukaj ta, da je ta številka se toliko zasidrala, ker je mamljiva, višja številka je vedno mamljiva, se toliko zasidra v glavi, ne, da potem, ko jaz povem nek moj predlog, ne, da je lahko narobe vzeti, kot da hočem zbijati ceno sam, zato da bom čim prej prodal, pa deva reči, da ne vem, on reče za 2 milijona, realna vrednost je pa ne vem, 1 200 000, ne. 1 200 000 nima vsak. Ja. Nima malje ljudi, ki bi kar preleteli, ne. Pa tak, ki bo za 1 200 000 kupil stanovanje ali pa hišo, ne bo kredit pa kovančke skupaj brsko, ne, pa ne bo nekega kredita, ne vem, kakšnega je imel, razumeš? Redko. Ja. To se skešira. Sam tak ne dal 2 milijona za neki, če je 1 200 000, ker ve, kaj kupuje. Ne, ker tak, ki ima toliko denarja, za nas, da je z denarjem in ve, kakšne so cene, ali pa zna, ali pa hoče dokaz, ali pa bo svojega cenilca najel, ali pa ima toliko izkušenj, da reče, fantje, kje smo. No, se rezultat je, da lahko nikoli ne prodaš pola, ne, če prodajaš ja, po visoko ceno. To pa ni moje načelo, ker imeti neko nepremičnino predolgo, da se tensta jaz temu pravam na nekih, na trgu, ne, pa tudi ne zgleda. Ker prvič daje občutek, da nekaj ni v redu s to nepremičnino. Največkrat je to cena, da je previsoka, lahko je se pa ureja. Jaz imam to, naprimer, pri meni je to večkrat. Pri meni se ureja kakšna stvar, ne. Jaz imam hiše, ne vem, stanovanja zelo dolgo časa, ampak zato, ker se ureja. Jaz dam v oglas, zato da dobim neko bazo nekih potencialnih kupcev, zbiram, ja. In ko je stvar primerna za prodajo, pozovem vse, pokličem, veliko jih je najdel že kaj drugega, pa ostanejo pa 2-3 in imam že kupce, ne. Ne čakam, ne vem, če je potrebno etažiranje, pa se bo to vleklo pol leta, ne vem, ali pa 1 let. Ne. Imam zdaj 3 take primere. No. Tako, nekaj. Nepremičnine. Ja, je, a veš kaj, na začetku, ko sem hitro pogruntal neke osnovne postopke, sem si rekel, to je čist simpel, ne. Zdaj mi pa to ratal tako izziv. Tako kot sem prej rekel, taki zahtevni primeri so mi top. Prvič imam občutek res dober, ker si potem res nagrajen, ko si plačan, ker veš, da si res naredil maksimalno, ne, ker si vse uredil in je neko zadovoljstvo. Ne. Je zagotovo dobro upravljeno delo izmer. Tako, ne. In tudi nimam nobene, pa bom rekel, ne da sem kadarkoli imel slabo vest, ampak imam dober občutek tudi, ko izstavaš račun, veš, za kva si ga izstavil, si vse to uredil in tudi prodajalci, moje stranke, zelo radi plačajo, ker vidijo, kaj je bilo vse narejeno. To je lepo, to so dobre občutki. Se mi zdi super. In tudi se mi zdi tako potem upravičeno, ne. Ko marsikdo reče, ja, nič ne delate, potegnete pa ful enega denarja. Ja. Mislim, to ljudje pravijo za veliko stvari. Itak vsak razume samo to, kar sam dela, pa je pa še malo odvisen, kva dela, pa med kakšnimi številkami. Če se už ti pogovarjal z nekomu, ki dela na banki v nekem top managementu, njegov življenje je sestavljeno z drugačnih številk. Ja. Če pa nekdo, ki dela pa ne vem, pod povprečno plačo, so pa spet čisto v drugih številkah pogovarjal, pa kaj za nekoga velik, pa kaj za nekoga mal, pa tako je. Da je ljudem vsak sebi primerno, to sojenje, mislim, rabimo to, no. Mislim, da je v življenju to klep, da ne rabimo tega. To je fulen izgubljeni časa pa energije. No. Ja, zato jaz res nimam nekih težav nekomu reči ti, me ne rabiš, ali pa da to potem rajš sam prodaj, a veš, ali pa res nimam težav s tem.
Ja, jaz moram začutiti, da mi ti rabiš, ker ti rad pomagam. Veš, jaz rad pomagam, drugače ne bi to delal. Rad pomagam, ko vidim, da ljudje so v stiski, da ne vejo, kako se obrniti, sploh pri kakšnih povezanih prodajah. To pomeni, da prodajaš stanovanje, da si boš kupil večje, ali pa ne vem, zemljišče, na katerem boš hišo zgradil, ali pa že neko zgrajeno hišo. Ne? To ni spet simpel. Ne? Ti kaj pa je s tem predkupnim pravicam? Pa kdo, do kje, kva vem, da recimo, ne vem, ima sosed predkupno pravico, ali jo nima, pa občine, pa lahko le malo to raztolmačeš. Naprimer, primere imam zdaj take, v hiši 3 stanovanja, 2 stanovanja. To sem imel. Sosed ima predkupno pravico. Moš ponuditi, za neko ceno se zmenimo, iščemo seveda na trgu, povemo. Ampak prav moraš mu povedati. Sosedu moraš povedati, prodajam. Zakon. Po kakšni ceni mu pa lahko ponudiš? Mislim, a mora biti to cena, ki je usklajena pol s prodajo? Veš, kako je, ne? Jaz delam zelo tako rad, da ni nobene zamere nikjer. Se pravi, preden se sploh začne oglaševati, se določi neka cena s mojo stranko, ki prodaja, in rečemo, ok, to je taka cena. Dajmo pol za tvojemu sosedu to ponuditi, a bi on po taki ceni odkupil. Če bi rekel sosed 5% manj, bi se po moje prodal, pa smo en velik kos enega dela skrajšali zelo hiter. Če pa sosed reče ne, jaz bi ponudil, ne vem, pa reče 30% manj, potem daš pa na trg. In prodajaš. To še ne pomeni, da smo se izognili temu, ampak ti potem iščeš kupca in ko pride nek pravi kupec, jaz temu rečem tisti, ki ti da ponudbo, ne, si pa zavezan, da moraš tudi potem temu solastniku, ne vem, hiše dati. Ne. Aha, se pravi, ko dobiš kupca, se pravi, sosedu rečeš, lej, imam kupca za 250, ti si rekel 200, če daš 250, in to je legit, to je ok, tak proces. Ja, lej, mora iti, on se mora opredeliti. Zdaj eni to takoj odgovorijo, eni pa pač čakajo, da gre tisti rok mimo in pač, če ni odgovora, se smatra, da ni sprejel. Aha, tako je. Ja. In potem, sej redko kdaj da kupi solastnik. Ja. Predkupno pravico, naprimer pri zemljiščih, pa pri hišah, se pravi pri zemljiščih s hišo, je zdaj že kar tako, da občina ima kar neko predkupno pravico splošno, ki se opredeli v teh lokacijskih informacijah skoraj vedno, da pač ne uveljavlja. Ne. To je pač neka predkupna pravica občine. Ja, državni interes. Tako. Potem imaš pa še pri kmetijskih zemljiščih pa drugače, tam pa pač imaš pa kar spisek, kdo ima vse predkupno pravico, sosed, kmet, ne vem in tako naprej. Ne. Kmetijsko zemljišče ne moreš ti kar priti iz Ljubljane pa reči, tole pa je zdaj kupil. Ne gre čisto. Moraš čez vse to, moraš dati na oglasno desko, mora tam viseti nekaj časa, mora vsi to videti, mora biti transparentno, ponudbe se zbirajo in tako naprej. S tem, da tudi, če se nobeden ne prijavi, ti ne moreš to kar kupiti. Kako pa napoveduješ naslednjih 10 let v nepremičninskem svetu v Sloveniji? Si me vprašal, tako kot me kdo vpraša, koliko je pa to tlele vreden v povprečju na Gorenjskem. Jaz takih vprašanj res nimam rad, zato ker sem eksakten. Povej mi točno za katero stvar misliš, pa ti bomo zaračunali, pa ti bom plasiral številko. Zdaj, koliko je pa povprečje, imaš pa Gursove podatke, pa si jih pogledaj. Gurs dela poročila na pol leta, če letno pogledaš, vidiš, v Ljubljani so premičnine toliko povprečno najdražje, je bila toliko prodana in tam imaš podatke. Ne fair je govoriti, zato ker potem nekdo to lahko hitro izkoristi in reče, sam lej, ti pa to spa takrat rekel. Nisem vedel. No, po mojem mnenju mislim, da bomo imeli, da bo stanje še alarmantno, da bo še izzivi, sploh za mlade družine. Nekaj se gradi, ampak če ti gradiš stanovanja za 10.000 evrov kvadratni meter, to niso stanovanja za mlade družine. Ne. Mislim, jaz sem primer, ko sodelujemo na enem projektu, ko se dela stanovanjska soseska, blok par bloku, ki je investicija enega gradbenika. In sem za ta čas spraševal za stanovanje, pa tudi cene, tam okoli 300 jurjev. In odgovor je bil, ste 500 v čakalni vrsti,
pa vem, da se sam še 2 bloka delata, ergo ne prideš. Tudi če se gradi, je že vnaprej, jaz za te bloke vem, da breden blok stoji je prodan. In tudi če se gradi, ne, je že toliko enih ljudi v vrst, da to ni krko konca. Ne. Razen, če imaš res veliko denarja, pa so rešitve, a ne. Hitro lahko kupaš. Tako v nekem tem segmentu. Ful pa pozdravljam, naprimer, ne vem, se razvijajo različne, tudi sam si govoril prej o modularnih hišah, a ne. Klele v Domžalah je mizarstvo Hrovat, ki so se lotili pač projekta, sicer vrnimo ljudi k naravi, ki so začeli oblikovati svoje mobilne hiške, ne. Da bo treba v bistvu pogruntati nek nov način pristopa k tej bivanski problematiki, ki realno trg pa gradnja ne dohajata potrebe, ki jih imamo. Ne. In jaz mislim, da zna biti to še zelo zanimivo v naslednjem obdobju. Meni se zdi fino, zato ker je to pomeni, ne glede na to, koliko je zdaj pač teh izvajalcev nekih modularnih, mobilnih hišk in takšnih in drugačnih hišk, ne, skeletno gradno, kakršnokoli gradno že, bo vedno dovolj dela za njih. Ne. Ker ti bom čist enostavno povedal, ne vem, skeletna hiška 80 kvadratov, zdaj, če malo kalkulacijo skupaj vržeš, si jo da narediti za 80,000. Brez opreme. Ne. Se da. Zdaj, to ne pomeni, da zdaj dajemo noter ne vem kakšne luksuzne stvari, pa ne vem kaj vse, pač malo ven pomečeš, se je kakšen mlad par se ne rabiš. Bo zelo hitro zadovoljen, še posebej, če bo to neka hiška, pa ne govorimo o velikih kvadraturah, 80 je že kar velik, ne. Za marsikoga, to so 3-4 sobno stanovanje, zelo hitro lahko. Zdaj si pa predstavljaj, ne, da imaš ti neko zemljišče, da ga podeduješ, ne vem, imaš, ne. Ali pa da bi kakšna občina pristopila k takemu projektu in rekla, to pa mi posodimo. Ne, da prodamo, posodimo, ne, se pravi, da mladi bi mogoče dajali za neko najemnino, neko simbolično, ker občina nič ne stane, mogoče celo, ne. Zdaj si pa ti predstavljaj, hiška svoja, ne, za nekih 100,000, ali pa stanovanje za 250, pa še vprašanje, kje si, pa kakšno je, pa koliko je za v staro, pa brez dvigala. Pa. Ja, boš razmišljal. Ja, občina, ne. No, pa deva reči, da je 150 hiška. Ja, pa še zmercnej, kot garsonjera v Ljubljani. Pa novomaš, ne. Pa novomaš, pa na svojem si, pa nizke stroške, ker te hiške so zdaj ultra učinkovite. Ne. Veš, kako je hitra skeletna hiška narejena? Ja, tik-tak. To je 1, 2, 3, to je teden skelet postavljen za tako. Ja. To je zaprt v 14 dneh, streha pokrita, pa se pa igraš. Ja, v resnici pa človek ne rab veliko. Res ne rab veliko. S tem, jaz sem vedno, ko smo delali te mobilne hiške, tudi ko sem jih z drugimi firmami delal, mi smo delali, bom kar tako rekel, malo po japonskem sistemu. Se pravi, da je ne ogromni prostori, 4-metrske strop in tako, ampak vse na svojem mestu, tam, kar rabiš. Ker ti se moraš počutiti udobno v svojem domu. Ne, da si zdaj utesnjen, ampak da ima vse svoje mesto in da je to je tisto, kar sem prej razlagal, optimizacija prostora, maksimalno. Zdaj, če danes pogledaš tlorise vseh teh izvajalcev mobilnih, montažnih hiš, Ja, vse isto. pa vse isto, malo drugače spremeni, ampak kakšna topla voda ne bomo več odkrili. Ne. Ful se gre v smeri uporabnosti. Ja. To, da je dejansko uporabno, ne samo, da vmes je bilo eno obdobje, ko so bile kvadrature, ne. Ampak v resnici velika kvadratura je dober za nekoga, ja, ampak ne rabaš toliko kvadratov, kot misliš, da jih rabaš. No. Ne. Veš, jaz gledam zelo v to smer. Ne. Spalnica je kaj? Spalnica je prostor, ki mora biti dober, ampak uporabljaš, če je vse v redu, uporabljaš 8 ur na dan, ostalo je pa neizkoriščen prostor. Ja, pa še teh 8 ur na dan pomeni, da spiš, ne. Spet ne uporabljaš. Ne? In če samo pomisliš, da lahko spalnico na zdaj že zelo dober način, ker so obstajajo že sistemi, da lahko posteljo odvigneš, v omaro jo pospravaš, dobiš kar naenkrat en prostor. In je lahko tvoja delovna soba, lahko je karkoli drugega, preostalih 16 ur. Ne? Ali pa 12 ur, ali pa 10 ur, lahko je, ne vem. Ta več namembnost prostora. Točno to.
Jaz sem opazil, pri nas smo mi kar mal porinali dnevno sobo iz konteksta. Ne? Pri nas se dogaja okrog kuhinje, jedilnice in tako naprej. V dnevni sobi sem opazil, smo zelo mal bili. Ne? Tako, ker smo bili več ali manj skozi jedilna miza, veš. Tudi dnevna soba, koliko si v dnevni sobi, eni so full. Ne? Ja, odvisno tudi malo od prostora. Ne? Odvisno tudi, koliko delaš, pa koliko si doma. Pa koliko imaš časa prosta. Če se ti usedeš, če se ti uležeš na kavč zvečer za 2 uri doma v televizijo, pogledaš, se pravi, cela dnevna soba ti služi v povprečju 2 uri na dan. Če si pa mečkan tak, da greš raje v naravo hoditi, si ima glavo zbistriš. Pa še tega ni. Ti pa ostane mogoče tisti vikend za... Koliko so velike, nekatere dnevne sobe so ogromne, ne? Ampak ni nobenega efekta, ni tist, lepo zgleda. Ne? In doskrat sem prišel v kakšno hišo, ful lepa, velika, revija, zaslikati v revijo takoj daš. Ne? Pa gledaš en čas, pečeš, daj bi pa nazadnje v dnevni. Ja, kad televizijo gledam, ja, če skozi delaš, daj pa ti televizijo gledam. Ne? Pa ne vem, fantastična kuhna, top oprema, hladilnik za vina, posebej, vse, trojne pečice, ne pretiravam. In kdaj si pa skuhal? Zajtrk si kdaj naredim. Ja, kaj pa ješ, ko smičena? Ne? Ja, več nimaš časa. Ni časa, ne? In si delajo, nekateri si delajo neke ultra hude domovanja iz revij ali pa iz slik socialnih omrežij, uporabe pa ni. Mene pa to škoda prostora. Totalna. Se zgleda lepo. Až pa se pa na koncu vprašaš, za koga si tako hišo zdaj naredil? Zase? Ali za tistih par, ki pride vsake toliko pa reče, wow, kva imaš hudo hišo. Ja, vsak ima svoje razloge. Ja. Kaj smo? Prav tako. Točno to. Ja. No, tako je zgleda na te stvari, moraš res poslušati sebe, kaj ti paše, kaj iščeš, kaj pravzaprav, pa če se vrnem nazaj, hitro pol prideva do tega, da prav veliko res narabaš. In če se še vrnem še en korak nazaj, se mi zdi, da to ni tako slab koncept teh nekih hišk, ki so lahko v končni fazi tudi, ne vem, za obdobje 10 let, ne vem, najem ali karkoli že, nakup ali karkoli, kot premostitveno. In potem dalje. Opcije, mogoče tako malo razmišljam, ne izdelano, ampak se mi zdi, da v to smer ja, sej se gre. Ne bo niti zmanjkali izvajalcev, ne glede na to, koliko mizarjev postane. Ne se, če znaš ti z lesom delati, si hiter tukaj. Ne? Ni važno, koliko mizarjev se bo spustil še v neke montažne gradne. Mislim, da ne bo zmanjkalo. Ja, ne, zato, ker je ta stanovanjska, mislim, gradna kot taka je zanimivo. No? Ja, mene to ful zanima. Jaz sem v tem blazno užival. Res ful. Jaz bi šel nazaj takoj v to. Če se najde nek projekt, ki bi to lahko z neko ekipo zaštartal, jaz bi takoj bil zraven. To definitivno. Veš, to, mogoče malo prerano razmišljam, imam dosti časa, ker sem namenoma v taki branži. Zdaj mi pa kar malo manjka od tega, kar sem prej delal. Ful sem ne malo ful, ne? Jaz bi šel takoj v to. Ne? In, ja, čas. Vse ima svoj čas, bom rekel. Ne? Če bo ta pravi čas, pa če se bo pokazal, bom šel to nazaj. Če pa ne, pa pač nič hudega. Jaz sem blazno užival. Ne zaradi tistih potovanj, ki sem prej razlagal. To sem imel vrh glave. Jaz sem se mogel na koncu enega primera se spomnim, ki me je ta lastnik te firme klical, pa daj priti sam čez vikend v Dubaj. Veš, kaj bi moji kolegi rekli? Gremo. Kaj sem jaz iskal razloga, da mi ni bilo treba iti? Vse sem naredil, sam da nisem šel. Ja, kjerkoli stvari, tudi če je dobra, če je preveč, je pač preveč. Preveč, pa bi bil z nosilci velikih podjetij v Dubaju, se spomnim ene firme, 8 hal, rezali so na take načine marmor, da sem sam gledal. Da največje mošeje so delali tam, te kupole, pa to noro. To. Ja, to je noro. Ja. Jaz sem bil v stiku s temi, ki so nosilci tega, so lastniki. To so Nemci, Švicari, veš. To niso domačini. In pa se mi ni več dal. Si predstavljaš? Enostavno mi je bilo že odveč. Ja, se ni... Vsak ima nek svoj poslanstvo ali pa, ne vem, stvari, ki ga v življenju privlača, pa vsaka stvar ni za vse.
Pa tudi nekaj, če se oddelač svet, še ni nujno, da se svet, ki prideš zraven. In hvala Bogu, da je to tako. No. Pa vsaka zgodba ima in se pravi, dobre in tudi negativne strani. Veš, to, velikih vic samo tisto, kar se blešči v ozadju, tistega, kar pa zraven še je, pa ne. Ker to ne radi pokažemo. Veš. Ja, dejstvo. Zmeraj vse, sploh pa danes tudi s tem socialom, vse je sam lepo. Vse lepo, vse perfektno. Vse je sam lepo. Vsem vse uspeva, sam meni pa ne. A ne, si rečeš? No, ja, treba se vsak dan truditi, dobro spati, merkati na svoj zdravje, ker imamo samo enega. Ja. Pa skrbeti za odnose, ki so nam pomembni. Ja. Vse ostalo pa. Vse ostalo pride, veš. Ja, pride. Sebastian, najlepša hvala ti za tvoje deljene izkušnje, predvsem pa za čas. Hvala tebi za povabilo. Da ti želim še lep dan naprej. Enako.